In takrat je bila ena izmed teh v bistvu točk v mojem lifeu, ko si nisem mogla privoščiti, da grem čist iz socialnih omrežij, da ne hodim na evente, ker to je pač dejansko moja služba. Jaz sem že odkar sem v Ljubljani, se pravi od svojega 17. leta, popolnoma pač finančno neodvisna od staršev, od kogarkoli. In v bistvu se nekako zaciklaš v to. Ne? In dejansko vse, kar je to popolno izgledalo pač na slikah, pač v realnosti v mojem življenju je bilo pa letos res zelo težko. No. So se pokazali kakšni znaki, da je ta fant taka oseba že prej, ali je bilo to prvič? Ne. Ko je dobil to priložnost? Ja. Ko sediš, a ne, pač se ti ne vem, tukaj naredi karkoli tako. In me je tako pač paril tako za trebuh in tako kao, ja, to bi pa lahko kao mal kao zgubila ali nekaj tazga, ne, tako. Veš, kad te... Ja, definitivno. To je travma, ki jo nosim s sabo še zdaj, oziroma bo po mojem zbano kar celo življenje ostala, no. Zdaj si naredila zdaj si tako nastavila si mi, ne? Ravno to, da tudi če včasih se počutiš... A že snemamo drugače? Lahko, ja. Ja, okej, zdaj. Tudi če včasih nisi good, pač moraš, ne. Kak ti je to, tisti feeling, ko dejansko nekako veš, da moraš objaviti, moraš tudi, če nisi okej, Ja. te težijo ti mogoče roki? Recimo, tako bom rekla, ne, jaz ponavadi vedno s tistimi, pač ko delam dolgoročno, imam tudi tak odnos, da mi ni bad napisati, če rabim več časa, če rabim pač več nekega, kako bi rekla, manevrskega prostora, da pač ustvaram kakšne stvari, zaradi tega, ker se mi zdi brez veze, da je nekaj čisto prisiljeno. Pač ene stvari je treba narediti takrat, ko jih je pač treba narediti, ker so pač odvisni od roka, ampak do zdaj sem imela pač vedno ful srečo z naročniki, da so vedno vsi razumeli, da če sem imela kdaj res kakšen dan, ki pač enostavno ni šlo, pač ni šlo. Se mi zdi, da smo pač, vsi smo ljudje, vsi imamo slabe dni in če si ti cel tam nek podrt v posli, pa imaš res nek slab dan in moraš pol tam se snemati, živjo, ful sem dober, je pač niti ne izpade tako dober, kot bi lahko izpadel, no. Tako da ja. Gaja, hej, Gaja Živjo. Prestor. Zdaj smo itak začeli na to temo, tako da to ti moram najprej povedati, da mi je všeč, da si realna, da si to, kaj si, zato tudi te jaz čutim, si mi tudi kot oseba ful fajna, ne glede na to, če je to tu na podcastu ali če je to na nekem content creator dnevu ali če je to, da ne vem, rabim neko butasto stvar, pa te vprašam na Instagramu za njo. Ja. In mi je tudi ful všeč, da deliš o mentalnem stanju, ne. Kak si ti, na primer, torej, ne zapakiraš nekih stvari na ta način, da si tak, ok, hej, ful sem dobro, pa nisi, poveš to. Hodiš trenutno, a pa si kdaj bila pri kakem terapeutu, delaš na psihi redno? Ja, se mi zdi, da si me zdajle dobila v res enem takem, kako bi rekla, še vedno malo občutljivem obdobju mojega življenja. V bistvu jaz sem vedno ful delala na sebi, nikoli mi ni bilo nekako sram govoriti o svojih stiskah in vedno sem pač mentalno zdravje devala na ful veliko stopničko v mojem življenju, ampak včasih ga pa nezavedno majčkam porinemo v ozadje in se mi zdi, da pri meni je bilo nekako tako, da mi je telo dobesedno samo začelo sporočati, da nekaj delam narobe. In v bistvu že nekako od leta 2022, v bistvu takrat, dejansko nisem še tako nikoli sploh o tem pač nikjer govorila, ampak v bistvu že tam nekje od leta 2022, kako bi rekla, grem čez eno tako stvar, ki sem v bistvu začela res sama pri sebi videti, da nekaj ni okej pač v mojem življenju, da nekaj ne štima. In v bistvu meni se je zgodil, ne vem sicer, je bil to dejanski burnout, ampak it felt like a burnout, v bistvu. Nisem mogla verjeti pač, da je možno, da lahko pri pač 22 letih takrat doživim burnout, ampak sem ga, se mi zdi. Tega nisem nikoli neki ful javno delila, zaradi tega, ker je bilo tudi v bistvu vse s tem burnoutom, to all over the place in se mi zdi, da so pol bi folk v bistvu mislil, da nekako iščem s tem pozornost. Sem pa v bistvu takrat, zgodil se mi je ful je bilo random, v bistvu bila sem na dopustu na Majorki, in vse je super fajn, a veš, in potem jaz en večer, pač na večer, v bistvu prvi večer je bil, sedim za mizo in pridem tako mizo in pač imam občutek, da je potres. In jaz tako vprašam, Luka, ti pač čutiš tako pač potres je, no tako ne, kaj ti govoriš, pa jaz tako pač meni se pač vse trese, tako jaz pač, kaj se dogaja. In se mi je začela neka taka čudna vrtoglavica. In grem spat, naslednje jutro pač mislim, da bo vse okej, se zbudim, se ostanem isto spet. In to se je v bistvu meni potem vsak dan ponavljalo in tam nek 3., 4. dan te Majorke
pa mene sam tako za danes jutri, ko se ostanem tako najhujši feeling depresije, ki sem jo jaz v življenju pač čutila. Jaz pač nisem vedela, da je to možen, da si pač sposoben sploh kaj takega čutiti. In jaz sem mislila, da bo to pač šlo nekako mimo, pa dejansko ni šlo, tudi tako pač več mesecev ne. Se pravi, to je taka zelo dolga in deep tematika, no. Ampak, ne vem, da kaj tako specifično pač zanima iz tega obdobja, mogoče pa lahko itak napeljem pač. V bistvu lahko dejansko se mi zdi, da to celo epizodo malo okrog tega zapeljeva, no, ker se mi zdi, da je tudi par stvari, ki sem jih jaz sama pri sebi ugotovila, ki lahko mogoče komu, ko to posluša, pomaga pač iti čez podobne stvari. Torej, kaj si takrat čutila, ko si se zbudila? Torej, ko si rekla, si občutila depresijo. Verjamem, da si se že kdaj v preteklosti tudi soočila z nekimi itak negativnimi mislimi, ampak kaj je recimo bilo razlika tisti feeling med nekim feelingom, ki si ga mogoče kdaj prej čutila? Ok, razumem. V bistvu to jaz sploh ne znam opisati, ampak jaz sem takrat v bistvu v tej psihoterapeutki, kateri sem hodila, opisala kot nek tak steklen občutek v možganih. Sploh ne znam opisati, ampak tako, kot da dejansko nisem vedela sploh, da je možno, da se pač tako počutiš. In to so bili recimo te neki feelingi, depresivni občutki recimo, ki jih daj čutiš, ok, dober sem, ne vem, ko si v srednji šoli, pa v bistvu misliš, da imaš depresijo, pa jo v bistvu nimaš, a ne? Ker dejansko sem šele potem, ko sem pač bila čez par let dejansko v tem in pač tik pred tem, da grem na antidepresive, šele v bistvu občutila, kakšna razlika je v tem. Takrat je tako, da dobesedno težko ti je ostati iz posle, težko ti je, nimaš libida, niti do tega, da bi se družila s prijatelji, težko ti je pač vse stvari, ki so ti bile recimo prej ful ljube, jih pač enostavno nimaš motivacije delati. In takrat je bila ena izmed teh v bistvu točk v mojem lifeu, ko si nisem mogla privoščiti, da grem čist iz socialnih omrežij, da ne hodim na evente, ker to je pač dejansko moja služba. Jaz sem že odkar sem v Ljubljani, se pravi od svojega 17. leta, popolnoma pač finančno neodvisna od staršev, od kogarkoli. In je bilo pač vse odvisno od mene, kdo mi bo plačal račune, če ne jaz. In je bilo grozno zaradi tega, ker sem v bistvu v tistih 3 mesecih dejansko mogla hoditi na evente, kjer sem mogla nastopati, pa jaz celo življenje nastopam. Ampak jaz se spomnim, da sem imela prav enik da je bil za H&M, sem imela nek event, ker sem bila v bistvu še tako pač obraz tega eventa in bil tako v bistvu zelo pomemben dogodek v mojem življenju. Jaz nastopam že cel life. Meni ni težko pred celimi stožicami nekaj govoriti, karkoli. Tam je bilo v uni sobi ne vem, 30 ljudi. In jaz sem mogla samo en stavek pač povedati na mikrofon in meni se začnejo pač tako sam roke trest, pač mravljinci, švic, tako folk gasi kul, jaz tako sam švicam. In je bilo pač tako in sem pač mogla iti ven, ker sem pač dobila tako največji paničen napad in nisem mogla pač tako 2 stavkov reči na mikrofon. In pa sem v bistvu res za tiste par mesecev pač cancelala vse te neke žive nastope, govorjenja in tako dalje. In v bistvu tudi pač poiskala nekako pomoč, da sem se v bistvu nekako lotila potem reševanja tega. Ampak proces tega zdravljenja se je pa začel tako, da sem samo sprejela, da to pač tako zdaj je. Da sem slabo in da upam, da bom enkrat boljš. Ampak tako, ko sem se res pač deep down sprijaznila s tem, da to je zdaj moje stanje, takrat se je v bistvu začel pol vse zboljševati, no. Torej, kako je recimo potem vplivalo to na tvoje partnerski in recimo prijateljski odnos, ne? Kako so ljudje okoli tebe to nekako sprejeli, pa kako si ti to z njimi skomunicirala? V bistvu je zelo težko, če recimo živiš z nekom skupaj in če si v tako majhnem prostoru skupaj, ki ti je v bistvu toliko težko, toliko časa, se ti v bistvu zdi, meni je bilo, jaz sem imela v bistvu krivdo, da jaz zdaj neko slabo voljo prinašam vsak dan v stanovanje, ne? Ker jaz pač nisem mogla biti, nisem bila glih najboljša družba takrat za biti z mano, in sem nekako potrebovala samo svoj prostor in v bistvu sem mogla jaz pač tudi takrat pač partnerja naučiti nekako, kaj jaz takrat rabim, mu dobesedno povedati, kaj si želim, kaj rabim od njega, ker tudi on pač ni vedel, ker se je pač tudi on prvič znašel v taki situaciji. In se mi zdi, da takrat, ko ti veš, kaj potrebuješ,
Človek na tvoji strani ti ne zna brati misli in ti moraš tudi pač na glas komunicirati, rabim prostor, želim, da me objameš, želim, da mi pomagaš, ker oseba na drugi strani, tako kot se nekaj ti ne more brati misli. Tako da tukaj v bistvu sem imela ful srečo, sem imela res pač, Luka je bil amazing, je bil res tako ful podporen v tem obdobju, ko v bistvu se res trudil pač po najboljših močeh. Pri prijateljih se pa, tako bom rekla, no, res se pokaže, kdo so tvoji prijatelji takrat, ko si slabo, no. Mislim, tudi takrat, ko si dober, ampak res vidiš pač, komu ni odveč, da te posluša, komu ni odveč, da je takrat s tabo. Moram reči, da sem v bistvu bila ful vesela takrat za vse ljudi, ki so bili ob meni. Se je naredila takrat kakšna naravna selekcija ljudi? Se je, ampak se mi zdi, da se je letos naredila večja. Se pravi, to, kar sem govorila, je bilo v bistvu leta 2022, to je bila neka ta prva runda, rekla, prvi val, ki se je začel, ki je pa potem v bistvu, sem večkrat dal stvari pod preprogo, a veš, pa misliš, da si že super fajn, vse je the best, ne rabim več hoditi na terapijo. Pa se pa v bistvu iz tega, se pravi, to so bile v bistvu tako večinoma neke take res vrtoglavice in ne volja do lajfa in vsega. Potem sem nekako prišla nazaj in je v bistvu leto 2023 bilo zelo lepo, no, tako bolj mirno in cool. Pa se mi je pa v bistvu začel, se pravi, zdaj smo recimo letos, ja, v bistvu ne žela, v bistvu, da ne bom, se to lahko tako rečeš, ne, če bom kaj jaz. Ja, lahko, če boš kaj. V bistvu, ja, potem po letu 2023 sem pa potem začela jaz fizično zbolevati. Tako, govorimo o vročinah 20 dni v mesecu. In to so bile nepojasnjene vročine in slaba počutja, različna vnetja od teh, kako bi rekla, nekih bul in turov na pazduhah in sem mogla v bistvu dvakrat iti na operacijo, ječmeni na očesu, to govorijo, da se ti naredi takrat kakao, neki ne vidiš. Dejansko pač, ja. Od znotraj, ne. Ja, od znotraj in v bistvu sem bila tako spet saj pač, ja, ful imam slab imunski sistem, ampak sem v bistvu letos res ugotovila, da vsaka stvar, ki se ti v telesu dogaja, je vzrok nekje v tvoji psihi. Vse je premenno. Ampak sem rabila ful časa, da sem ugotovila pač, da je dejansko tako, no. In kako si recimo zdaj? Torej, kako se zdaj soočaš s tem, okej, bolna sem, bolana sem, nisem okej, moram dati nekaj stran. Kaj si recimo zdaj naredila? Si zdaj kaj boljše? Ja, recimo letos, zdaj trenutno bi lahko rekla, da sem ful boljš, kakor sem bila, ampak po vsem, kar je v bistvu nekako letos se dogajalo, se mi zdi, da rabila še kar nekaj časa, da bom nazaj tista jaz, no, ker mi je v bistvu najbolj grozen mi je to, ker se mi zdi, da sem v tem celem procesu nekako izgubila to svojo iskrco, a veš, tisti nekaj, kar vem, da imam v sebi, ampak zdaj jo imam tako malo nazaj, ampak nisem še čist tukaj. V bistvu jaz sem nekako od 1. januarja in lahko bi rekli, še v bistvu to je tako grozno, mislim, smešen je, ker folk res ne vidi, kaj se dogaja v zadju v tvojem življenju, pač za slikami na Instagramu, a ne. Recimo tudi celo potovanje moje na Baliju sem imela vročino. Jaz sem pač komi živela na tem Baliju, ampak sem šla z glavo skozi, vsak dan hodila okrog, sem zato, da ne bom nekaj zamudila in da bom, veš, se nekako silila, da pač zdaj sem tukaj in da ne bom zdaj bolana, spet sem bolana in v bistvu se nekako zaciklaš v to, ne, in dejansko vse, kar je to popolno izgledalo pač na slikah, pač v realnosti v mojem življenju je bilo pa letos res zelo težko, no. Tako da bi se sploh ta prva polovica leta dobesedno, če vprašate moje prijatelje ali pa tiste, ki so bili, dobesedno sem skoraj polovico leta ležala doma na kavču. In prvo sem se že zabavala, da moram svoj naslov spremeniti, pač zeleni kavč, pač naslov mojega stanovanja. In Bali, ne? Ja. Kako dolgo si bila tam? Torej, kakšni so bili občutki? Kaj recimo je bilo takrat? Vem, da si tudi na neke infuzije tam hodila. Ja, najbolj mi je bilo grozno zaradi tega, ker
sem res hotela vse tiste 3 tedne, pač, ko sem na Baliju, biti cool, ker je res fajn, da v bistvu, to mi je tudi tako malo naporno, ko hodiš več cele dneve okrog, da čim več vidiš, mislim naporno, fajn je, da imaš pač energijo, a ne, ko hodiš okrog. In se pravim, sem večino svoje energije porabila zato, da sem nekako sebe mentalno prisilila v to, da sem cool. In pa se valjda samo zleknila na poslo in bila tako, ok, se jutri bom pa cool. In najhujše je to, ker misliš, da ful zamujaš, pa v bistvu delaš vse pač sam večjo škodo s tem. In dejansko sem mislila, tako prvi teden sem prišla dol in sem mislila, da bom cool in potem kar tako do zadnjih par dni pač se nisem dejansko ok počutila. Tako da upam, da naslednjič, ko grem na Bali, da bom cool. Ja. Rekla si, da potem letos se je naredila večja selekcija ljudi. Ja. Imaš kako zgodbo, izkušnjo? Ja, v bistvu, čakaj, da se malo popravim. Kako bi rekla, zdi se mi, da je v vsakem nekem življenjskem obdobju, ko nekako prehajamo ljudje, jaz si predstavljam vedno tako, da ljudje smo v nekih različnih mehurčkih. In pač, ko imaš ti en mehurček, kjer so tvoji ljudje, ki jih mogoče poznaš že celo življenje, eni tukaj skozi ostanejo, pa ni nujno, da recimo sploh si v ful veliko kontaktu, ampak imam recimo ene ljudi, ki se z njimi slišim enkrat na mesec, imam ene ljudi, ki se slišim ali pa vidim z njimi enkrat na leto in ostanemo tam, kjer smo bili. In noben nikomur nič ne zameri, da smo se oddaljili, da smo se nehali, a veš, kaj mislim. Imaš pa ene ljudi, ko si pa ful osebno vzamejo to, da se ne vidiš večkrat. In jaz imam pač ful busy urnik, včasih rabim veliko časa zase in mi je tudi tako težko zdaj vsak teden se pa z 10 ljudmi pač dobivati. In se mi zdi, da letos je pa res tako odpadel ogromno enih ljudi, ki mogoče sem si res mislila, da bojo tukaj ostali z mano zavedno, oziroma mogoče tudi se s kom tako na hitro pokonektaš, pa spoznaš, pa imaš v bistvu neko ful lepo predstavo v njih, ali pa mogoče njihovih namenih pred sabo, pa v bistvu tako te pol življenje spet tako nauči. Ja, to je bila spet ena nova lekcija. In ja, se mi je zgodila ena stvar letos, ki me je zelo prizadela. Ampak se mi zdi, da bom pustila to še zase, no, da ne bom zdaj, da ne bom tudi tej osebi delala kakšne krivice, ker kot sem rekla, vse se zgodi z razlogom, no. Sem pač iskren, moraš biti. Si imela tekom življenja, glede na to, da vseeno si tudi recimo že glede Instagrama ujela ta nek val, da pač vseeno si neka javna osebnost, lahko rečemo pevka, influencerka, freelancer, content creator, ne? Si imela v življenju dosti izkušenj, da so te ljudje hoteli izkoristiti, da niso hoteli gaje, ampak so pač hoteli, ne, tisto osebo tam. Ja. To se mi je zgodilo, mislim, ogromnokrat, velikokrat. Sploh zaradi tega, ker kdo sem jaz na socialnih omrežjih, sem jaz, seveda, ampak to je tako 20% pač mene, a ne. In tistih ostalih tiste ostale procente pa dobijo tisti, ki me dejansko pač poznajo in so mi dejansko blizu. In včasih, najbolj mi gre na živce to, da včasih ljudje kar mislijo, da me poznajo in da smo frendi, pa se v bistvu mogoče sploh nikoli nismo tako v živo spoznali ali pa si dali roke. In velikokrat je tako sploh se mi zdi, da pri kakšnih ženskih prijateljstvih, ker v bistvu misliš, da ti je nekdo blizu, ampak je blizu samo zato, da dobi neko korist od tebe in to se je verjamem, da tudi tebi že velikokrat v življenju zgodilo. Zato je treba recimo biti pri ljudeh še toliko bolj pozoren, no. In v biznisu in v privatnem življenju. Zdaj, ko sva že tu, se mi zdi ful fair do njih, do tebe nasplošno. Vem, da ti prijatelji ogromno pomenijo, tudi vidim, da ti zdaj pač ti, ki so ti blizu, dosti stojijo ob strani, pa me zanima, če bi lahko torej povedala, kdo so te prijateljice, ki so vedno ob tebi, pa o vsaki povedala neko karakteristiko ali pa neki moment, ki ga imaš neki v glavi vsidran in se vedno najprej spomniš na ta moment. Madonna, si mi dala težko nalogo, ampak lepo rekla, recimo te, ki so mi trenutno najbolj blizu. Moja number one, oziroma, kako bi rekla, to je že mi tako, kot familija, je Urška. Z njo v bistvu skozi potujem, tudi na mojih socialnih mrežah, lahko vidite, no, z njo sem posod skozi okrog. Ona je tudi v bistvu zelo, kako bi rekla, meni, kakor ena taka moja vilinka, neka taka moja duša dvojčica, v bistvu kakor dejansko neka moja sorodna duša, bi lahko rekla za njo. Ona je pa samo tako, se mi zdi,
za njo lahko dam pa roko v ogenj, da bo pač vedno ob meni. In neki najlepši momenti z njo so, mislim, pri njej najbolj cenim to, da lahko rečem karkoli in me nikoli ne bo obsojala in me bo vedno pač stala ob strani. Moja sestrica, ona mi je tudi tako zelo, zelo dobra prijateljica. Pri njej cenim to, da je ful iskrena in da jo enostavno boli, kaj si pač folk misel. Ona je tako unikatna, tako smešna in res ena taka zelo, zelo, zelo pač dobra oseba. Zdaj moram biti po seznamu. Potem Iva. V bistvu Iva je... kako bi rekla, mi smo se spoznali v bistvu na ta način, da ona dejansko mene ni preveč marala, oziroma ne, da mi ni preveč marala, kako bi rekla, nekaj smo se skregale na Instagramu zaradi ene objave. Jaz sem dala neko mnenje, njej to mnenje ni bilo všeč. Se spomniš kaj, lahko deliš kaj? Ja, v bistvu šlo se je jaz sem napisala, da mi je Euphorija, pač serija Euphorija overrated, oziroma nekaj v tem smislu, da mi ni toliko všeč, kot večini folka. In ona se v bistvu ni strinjala z mano in je imela pač svoje argumente, zakaj. In potem sem bila tako, ne, da se nisem tako mislila, kogarkoli užaliti, in glavno smo iz tega, pač za tega začele. Pol je pa v bistvu ona ratala punca od Lukovega najboljšega prijatelja. In smo bili v bistvu skupaj na Tajskem in takrat smo potem ratale pač takole. In ona je, za njo res lahko rečem, da mi je pa letos, po mojem, da najbolj stala ob strani. In sem tako najbolj pač hvaležna za njo. In tudi ona je čisto taka nora, moja, tako, ko bi rekla, en tak the devil on my shoulder, ampak na isti strani pa tako angelček. Pa imamo pa še Lauro. Laura je isto moja, ne vem, kaj bi rekla, ker vse so mi isto, se pravi, pa imamo še Lauro, Seleno. Lahko nek spomin poveš, ja, vaš skupni spomin. Ja, spomin z Lauro imam, to ste ga tudi verjetno veliko folka videli, ko smo šli v Opatijo letos in smo ustavili avto, pač da so še na stranišče in smo ustavili avto nek pač ob strani, nek v gozdu, pač v uni poti, veš, ko greš v Opatijo, ko itak so take poti, da se 10-krat zgubiš. In v glavnem mi dve pač gremo na stranišče, gremo nazaj v avto in potem pred avtom so bili pa neki ogromni kamenji. Ampak teh kamenjev v bistvu iz avta, ki si se usedel noter, nisi videl in si videl v bistvu samo stezo. In Laura dela na polno gas, mi dve nasedeva gor na tem avtu in ta avto ni šel ne naprej, ne nazaj in sva bile v bistvu mi dve skoraj 5 ur stuck sred tega gozda, porivale avto, nisva ga mogli dol dobiti, noben se nama ni javil, ker nisva imeli signala, asistenca ni delala, ker je bila nedelja in sva pač sam tako čakale, da nam je prišel pol nekdo rešiti in avto je dejansko bil cel in sva potem lahko šla naprej v Opatijo, ampak je bilo pač sam najbolj smešno. Tako da spomne, veš, če je smešno ali žalostno, ali se jokati ali smejati, ker ne veš, če boš tam 5 ur ali če boš še čakal 2 dni tam. Ja, ampak je bila ful taka, zdaj, ko se nazaj pogledam, res tako, toliko sva se nasmejali, toliko sva se polomis pogovarjali in je bilo sam tako pač noro smešen. Pol imam pa v bistvu še Seleno. Selena je v bistvu ful pred kratkim prišla v moje življenje. Bi lahko rekla, da se bolj aktivno družba od začetka letošnjega leta. Ampak ona je pa tudi eno tako darilo iz vesolja, se mi zdi. Veš, ko se z nekom enostavno sam poklopiš in stvari stečejo in ona je isto taka, da me nikoli ne bo obsojala, vedno mi bo stala ob strani in sem mi za to res ful hvaležna. Pa je pa še Živa. Živa je sicer se preselila pred enim letom v Španijo in se ful malo vidva, ampak še vseeno tako imam z njo tudi iz Tajske in ko smo potovali pa še na Baliju, ogromno enih lepih momentov in jo v bistvu ful pogrešam in sem zelo hvaležna za njo. Pa imam pa pač še ostale prijatelje, ampak lahko bi rekla, da za njih, da recimo oni so pa tako moji pač top. Hvala, ker si delila, definitivno verjamem, da bo tudi njim dosti pomenilo, pa da bo fajn jim poslušati, pogledati, se spomniti nekaj spominov. Omenila si tudi svojo sestrico in jaz se spomnim, ko sem še videla na Instagramu tiste vajne videoposnetke, ko sta ful dosti peli skupaj. Ja. Kaj, te verjetno ti je cringe, ko se spomniš, ko bo mislila tiste? Moj bog. Ja, mislim, ni mi cringe, ampak ful mi je tako... Ful mi je lepo, da sem v bistvu že takrat nekako ta malo vključvala v neke te svoje aktivnosti. In mi je v bistvu vedno ful toplo pri srcu, ko gledam te stvari. In sem ful vesela, v bistvu, da sva se začele tudi zdaj, sploh tako letos, lani, tudi mi dve tako dejansko družiti in razumeti na ta način, kot se jaz pač razumem z mojimi prijateljicami, ker je tudi ona zelo odrasla in dejansko imaš lahko z njo tako zelo pametna, no? Imaš lahko z njo dobre debate in dejansko mi včasih da boljše nasvete, kakor pa kdorkoli drug v mojem življenju. Kdaj so se pa recimo začeli, torej
verjetno sta imeli tisto obdobje, ko sta se tudi kaj kregali, ne? Koliko sta narazen? 8 let. Ok, 8 let. Kdaj je potem prešlo z tega mala, mogoče malo bolj tečna sestrica, tako dosti kdo rad reče, v tisto, ok. Ja, meni je šla ta mala ful na živce, ko sem bila jaz najstnica. Se pravi, glih takrat, ko se je ona, ki je bila ona stara, po mojem, tako 3, 4, 5, takrat, ko je takrat ta mal pač vedno največ pozornosti, takrat smo se dosti skregale, tudi imeli so pač isto sobo in je bilo tako, jaz sem valjda hotela imeti pač več prostora. Čakaj, skozi se moramo stati. Izekaj nastavi. A veš, valjda si najstnik, hočeš imeti malo zasebnosti in ta mala je pač bila skozi tam. Ampak zdaj mi je ful žalno, da nisem bila malo bolj prijazna takrat do nje. Ampak pa glede takrat, ko sem se v bistvu jaz odselila pač iz Radeč, takrat smo se pa mi začele tudi, nažalost, takrat bolj razumeti. Ampak mogoče je veš ravno to bilo, ne? Ja. Da ko si z nekom skozi skupaj, je tisto, ne vidiš tega, kar imaš pred očmi, ne? Torej, kdaj sta potem začeli videti skupaj 5? Kako se je nekako to začelo? Ja, jaz sem itak doma vedno igrala, ampak ta mala je pol vedno prišla neki zraven in je hotela tam neki pač zraven mrmrati, pa tako in v bistvu smo ugotovili to hitro, da ima tudi ona posluh. Sicer si ona ne želi biti pač pevka, glasbenica, ampak ja, in pa smo začeli skupaj snemati in smo ugotovili, da nam je to ful dober, da nam je to ful zabava in smo po mojem že, ko sem bila jaz stara, ko sem bila jaz v osnovni šoli, kakšen 6., 7. razred. Ja, in potem smo v bistvu nekako nadaljevali to tradicijo še do zdaj, no. Torej, ti si pa začela kdaj se ukvarjati za glasbo? Ja, zdaj tako uradno, mislim, moj prvi nastop je bil v osnovni šoli z zborčkom, tako da takrat sem nekako ugotovila, da mi je ful dobro nastopati in da imam ful rada ta spotlight, pa da imam posluh, predvsem to. In pa sem pa nekako začela itak hoditi na ta solo petje in to sem ugotovila v bistvu že pri kakšnem 12. letu, da bi to želela početi oziroma da je to ena taka stvar, ki me polni na način, ki me nič drugega ne. In v bistvu sem tudi pri 12 letih, to verjetno to fulka ne ve, da sem v bistvu že pri 12 napisala svoj prvi komad, ki je tako ful luška in pa v bistvu ful dober za 12-letnico, ker sem ga pač sama napisala. 7. razred. Ja, 7. razred. Lepši svet je naslov, tako da lahko pogledate to na YouTubeu, kak sem bila fajn zalita. Taka luškana mala kroglica Gaja. Ampak sem ful ponosna nase, ker je bilo v bistvu sem si ful upala no že takrat in ne glede na to, koliko so me pač vsi si delali norca, sem pač jaz imela svojo špuro in vedno šla po njej, no. Torej si se tudi soočala z nekim bullyingom takrat? Ja, definitivno, v bistvu kako bi rekla, cela moja osnovna šola je temelji na bullyingu dejansko, ja. Mogoče tudi začetek srednje šole, tako da zato v bistvu ful sem mogla hitro odrasti, no, in zelo hitro dobiti nekako debelo kožo, zato sem po mojem tudi za svoje leta dost zrela, no, vsej tako pravijo. Torej, na kaj recimo so se ti obesili? Kaj je bilo tisto, zakaj so te buljali? Ja, prva stvar je ta, da otroci, osnovna šola, 12-13 let, znajo biti zelo nesramni, ne, tako recimo, če je kdo malo bolj v krogu, če je kdo tako se, ne vem, malo drugače oblači, takoj, ko si majčkeno drugačen, sploh če si iz majhnega kraja, se mi zdi, da je to še toliko bolj pogosto, ko so vsi navajeni nekako vse po okvirčkih in dajmo ne zbujati pozornosti. Jaz sem pa v bistvu že takrat nekako hotla izstopati v bistvu in takrat sem bila v bistvu tudi majčkeno bolj zalita, ko sem delala, pač ko sem naredila ta prvi komad in so me pa v bistvu tudi, da sem debela, da sem predebela, da bi bila pač na kameri, v bistvu nekako je bilo največ tega body shaminga vedno prisotnega, predvsem anonimno, pač prek interneta seveda, ker smo bili pač neumni. Jaz sem tudi sama si kriva, da sem imela ta S-ka, veš, tako je bila ona, ja. In sem rekla, zdaj, ko gledam, popolnoma sama sem si kriva, lahko bi si ga zbrisala, lahko ga ne bi imela. Ampak takrat se mi zdi, da si ti še tako, še malo se ti dobro zdi, da dobiš malo pozornosti na nek način. Ampak v bistvu nekako sam sebi delaš škodo. Ampak valjda si ga mogo imeti, če ga imajo vsi, a ne? Kako boš ti tam pred 12 bil malo bolj pameten, ja, tako moraš odgovarjati, ne? Mogoče bo kdo kaj lepega napisal, bomo videli, ne? Ja. Ja, to se mi zdi kar strup. In kak je v bistvu
vplivalo to potem dalje na tebe? Torej ta body shaming se mi zdi, da se ti vedno nekaj zasidra notri, ne? Ja, definitivno. To je travma, ki jo nosim s sabo še zdaj, oziroma bo po mojem z mano kar celo življenje ostala. No. Sicer zdaj se recimo res ne ukvarjam s tem, da bi zdaj res aktivno imela neke probleme glede svojega body imidža, oziroma je dejansko zdaj prvič v življenju lahko rečem, da sem res glede tega ful trdna, oziroma da se dejansko dobro počutim v svoji koži. Tudi takrat, ko ne zgledam na papirju točno tako, kakor bi bilo v moji glavi pač popolno, zaradi tega, ker vem, da ne moreš biti skozi na vrhuncu in ne moreš skozi biti najboljša verzija sebe. Mislim, lahko se trudiš, da si najboljša verzija sebe v tistem momentu, ampak ne moreš pa zdaj vsako leto, eno leto sem si imela lepše lase, eno leto si imaš najlepše noge, eno leto si imaš najlepše ne vem karkoli, ampak se mi zdi, da se moraš bolj ukvarjati s tem, da si pač najlepši v glavi, pa se pa nekako zunanjost tudi pač poklopi. Ker jaz sem bila recimo najbolj suha v življenju, oziroma suha, ker sem vedno hlastala po tem, da bi bila pač suha, ker sem imela pač v preteklosti težave z odvečno težo. Takrat, ko sem bila recimo v življenju najbolj suha, sem bila najbolj nesrečna. In a veš, misliš, da boš greš po nekem tunelu, vidiš neko nagrado in ta bombonček, ki ga dobiš in pa ga poješ in sploh nisi v bistvu ti sploh ni toliko pasel, oziroma sploh ni bil toliko dober. In se mi da vedno kar hlastamo vsi po nečemu, kar bi imeli, pa dejansko ne uživamo v tem procesu, da to dobimo in potem imamo to in si tako, zakaj pa se zdaj ne počutim tako, kot sem mislil, da se bom počutil, ko bom to dobil. Tako da to mi je bilo v bistvu ful zanimivo. No. Pa za koga to delaš, pa zakaj to delaš? A to dejansko delaš zase, ali delaš to zato, da te drugi bojo imeli lepšo sliko o tebi, ne? In kako se je torej potem to razvijalo, ne? Torej, imela si težave, so bile to večino anonimne težave, ali so tudi ljudje ti povedali v obraz, te zbadali? Ja, je bilo tudi tega. Pa imela sem v bistvu eno izkušnjo, ki je upam, da nobena ženska na tem planetu ne bo imela nikoli. Vemo vse, kako je, ko si na začetku intimen s kom, oziroma kako je ko te še strah, ko ne poznaš svojega telesa in v bistvu že samo to, kako je pač, ko se ti prvič slečeš pred fantom, ko si upam, da ne premlada. Jaz sem se to ful vesela, da sem dosti dolgo čakala s temi intimnimi stvarmi, da nisem zdaj pri 12 pustila zdaj komu, da se me dotika. In v bistvu sem imela neko izkušnjo, jaz sem bila že tako ful nezadovoljna s svojimi, ne vem, prsmi, kako sem pač, ne vem, kako sem tako. Nisem si bila zdaj najbolj na vrhuncu, da sem si ful všeč, pa valjda sem bila še taka mal šaj in sem imela, to je bilo drugi letnik srednje šole, sem v bistvu se dobivala z enim fantom, ki mi je bil ful fajn. Pa ful sva se zabavala, ful sva se imela dobro, res je bil tako mal prijateljski odnos, ampak sva si bila isto ful všeč. In potem se spomnim, da je bilo v bistvu prvič nekako prišlo do tega, da sva bila bolj intimna. In sem v bistvu jaz, kakor da v bistvu sedela v njegovem naročju in tako pač, ko sediš, pač se ti, ne vem, tukaj naredi karkoli tako in me je tako pač paril tako za trebuh in tako kao, ja, to bi pa lahko kao mal kao zgubila ali nekaj tazga, ne, tako veš, kada ti je tako, ko veš pač, da vem, da nimam ravnega trebuha, ampak tako ti pa nekdo še to tvoj največji insecurity prime in stisne, ker se že tako počutiš ti tako razgaljenega. To mi je pač tako moment, ki mi je pač ostal tako celo življenje pač v moji glavi in po mojem še danes tako mi je neprijetno, če se me pač kdorkoli pač dotika preveč po trebuhu. In ja, tako se pravim, 17-letni ali 18-letni fantje, ki pač nimajo pojma, kaj govorijo, ne vejo pač, koliko ti lahko ena beseda pač pokvari nek disk v tvoji glavi. Ampak to še ni vse, kar je bilo potem s tem modelom, da dejansko je potem on mene po tem snidenju odpikal, oziroma ghostil in potem govoril okrog vsem, da pač ne more biti z mano, ker sem predebela. In potem pa je v bistvu njega zmotil to, da jaz več nisem njemu odpisovala, ker sem pa ratala jaz malo bolj prepoznavna, ker sem dobila malo več sledilcev, takrat sem bila pa pol spet zanimiva in sem dobila samo sretno či SMS. Kao neki živijo, kaj počneš, in mu pač nisem odpisala. In potem naslednji SMS čez pol ure, da ni važno, kako uspešna misliš, da si, jaz vem, kakšna si, ko si naga.
tako nekaj tazga, kako ogabno zgleda tvoje telo, ko si naga. Prav dobesedno to sem dobila pač na telefon napisano. In tako tega tudi nikoli v življenju ne bom pozabila, takrat sem bila itak že tako malo over it, ampak tega res ne narediš tega. Tako da fantje pač ne, tako keep it to yourself, tako not okay. Ja, in to je bila ena izmed takih travm, ki sicer sem jih zdaj predelala, ampak tako je sigurno en izmed momentov, ki jih še pri 80 letih nam tega pozabila. Ja. In tudi pač to je en tak nasvet, pač bodite pametne, pač komu dajete svoje telo. Pač res, ker te fantje pač niso vredni nič od tega. Ja. Pa so se pokazali kakšni znaki, da je ta fant taka oseba že prej, ali je bilo to prvič? Ko je dobil to priložnost, je pol bil tako, okay, misliš, da je bilo to zgolj tista kljukica, zdaj pa... Nimam pojma, zgleda, jaz nisem nekako obkljukala pač njegovih kriterijev, ampak ja, spravim, stvari so šle dol pač od tistega momenta, pa vem, da nisem imela zdaj pač takrat popolne postave pač, ampak še vsem bila sem stara 16 let, a veš, tako, nisem bila še ženska, nisem bila še izoblikovana, pač vse na nek lepši način narediš to in pač nisi kreten. Tako. Se mi zdi, da so to stvari, ki jih ti prvo kot prvo, saj vemo, itak imamo tu relationship, imamo tu one night stand, ki se lahko samo odločiš, vidiš v klubu neko, ki ti je dober narediš to, ne? Ampak če pa ti že nekomu daš neki value v smislu, da se družiš z njim, da hangaš, da se ne reka isto stvar, ampak mislim, da sem reč, da se pogovarjaš, da mu zaupaš stvari, ne? Da se mu malo bolj odpreš, tako si reka, ste imela prijateljski odnos, ne? Ja. Itak vidiš, kakva je oseba, ne? Ja. In to smo tudi imeli, mislim, ravno z Gajo na podcastu, da če so tebi všeč, ne vem, res suhe punce, okej, išči si točno tako punco, kot je všeč, ne za tisto dobro vredo, ja, ne vem, tvoj type je mogoče blondni z modrimi očmi, itak si boš ti za lahko našla nekega, ki ima rjave oči, pa rjave lase, pa ti je super, ampak ne bo pa zato pomenilo, da boš ti za njemu rekla, pobarvaj se na rjavo, ker je to meni všeč, ne. In pač točno to je to, ne, da mogoče veš, že takrat bila neka stvar dejansko, ki so mu kolegi rekli, ona pa ne. In točno to je pol taka stvar, ko se ti zasidra, pa se mi zdi, da še posebej pri ženskah, ne ženskah, punčkah, ne, ki je že v, ne vem, osnovni šoli, ne. Isto, ne vem, jaz sem nikoli pozabila, meni je rekel v 2. razredu, ko sem imela 27 kil, fant, ki je imel verjetno prek 80 kil, ko pa res, tako si prej rekla, bombica, hodeča. Ja. Da sem jaz špeh bomba. On se verjetno ne spomni tega. Jaz se zdaj tega spomnim. Tega spomnim in vedno, ko vidiš to osebo, se to spomniš. Ne? Si ti še potem tega fanta, kdaj v živo videla. Sam ja, in je bilo pač tako bed, da me pač ni mogel pogledati v oči. In sem jaz šla do njega, pa ga pozdravila, pa rekla, kako je. Da sem bila tako in sem se tako dobro počutila, zaradi tega, ker sem bila tako in sem tako, lahko ti je bed, ampak jaz vem, da sem the bigger person in jaz ne bom zdaj bila nesramna do tebe. In se mi zdi, da je prav to, kar rekla, kill them with kindness. Se mi zdi, da takrat, ko si ti še vseeno zvest sam sebi in pač ostajaš dober človek, brez slabih namenov in tudi ljudem, ki so te najbolj prizadeli, še vseeno si pač nekako prijazen do njih, mislim, ne rabim zdaj biti tam jim rož nositi na doma, ne, ampak tako, da ostaješ pač dober človek, no, in včasih narediš, si pač the bigger person in pač pozdraviš in vidiš v bistvu, da si ti veliko več naredil v teh letih, kakor pa oni, no. Torej bi lahko rekla, da je bil to tvoj prvi heartbreak? V bistvu ne bi rekla, da je bil heartbreak zaradi tega, ker dejansko nisem bila zaljubljena vanga, ampak mi je bil pa tako, mi je bil pa mar za njega, no. Mi je bil pa tako, heartbreak mi je bil pa bolj ta neka stvar, ki me je pač ful prizadela, no, tako glede pač mojega telesa in sem rala pol ful časa, da sem pač dobila nekak ta pač confidence nazaj. In je to potem vplivalo na tebe v smislu, da je bilo to samo okej, to je v moji glavi, to je to, ali si dansko naredila kak korak, torej okej, jaz tako zgledam, to zdaj moram spremeniti. Jaz sem itak vedela, jaz si nisem bila všeč, jaz nisem bila najbolj zadovoljna sama sabo, ampak ne rabiš pa pol še nekoga, da ti to pinpointa tvoj največji insecurity. In v bistvu sem jaz tako vedela, da hočem pač spremeniti svoje navade, jaz nisem bila nikoli ful športnica, nisem preveč zdravo jedla, ampak sem vedela, da
si želim pač začeti športati, zaradi tega, ker pač se želim bolj počutiti in želim posledično bolj izgledati. In sem začela v bistvu potem prvo laufati, se pravi pač tek. Potem sem začela s fitnessom, ampak itak prve par let nisem vedela sploh, kva delam, oziroma sem tako mal, sem tja gor dol. Pa sem pa v bistvu malo bolj resno to vzela in še zdaj pač v bistvu to držim. In potem se v bistvu vse gre z roko v roki. Se mi zdi, da ljudje pričakujejo, da bojo naredili ful veliko spremembo v enem mesecu, ampak recimo ene spremembe trajajo pač po več let. Jaz imam ta moj proces nekako zdravljenja svoje samopodobe, pot do boljšega mentalnega zdravja, fizičnega zdravja, poteka že skoraj 10 let. Ne? In zato daj si čas, lepo počasi, dajmo si tako v easy, nikamor se ti ne mudi. Boljše je, da si vzameš tako malo več časa, pa bolj na easy, da nimaš velikih pritiskov, da ne pričakuješ, da boš zdaj, če ne vem, če si predstavljaš, da ti recimo hočeš gledati večjo zadnjico, kar ti tak sama veš, to pač ne gre čez noč, to včasih rabiš pač več let, da prideš ti do neke zadnjice, ki si jo želiš, pa še to mogoče ne bo taka, kot si jo ti dejansko želiš, ker mogoče nimaš take konstitucije. Da imaš neke realne cilje zase in pač se ne primerjaš z nikomer, ampak pač si samo se primerjaš pač sabo eno leto prej. A sem boljša oseba, kot sem bila eno leto prej. Če pač prepostavi, če imaš cilje za postave, ok, super, a sem bolj zadovoljna s sabo, kot sem bila, ne vem, 2 meseca nazaj. Ampak pole pa tukaj trika, ne? Pa mogoče pride obdobje, ko si malo slabš, kot si bil eno leto nazaj. In potem je ful težko sprejeti to, ampak lani sem ful bolj izgledala, ja ok, ampak zdaj so pa druge stvari v tvojem življenju, ki so mogoče prioriteta, mogoče ni trenutno fitness prioriteta. Ampak se mi zdi, da če hočeš nek zdrav, ta lifestyle, fitness, hrana, pač čez celo življenje imeti na nekem balansu, bo pač ga imaš na balansu, imaš druge stvari, ampak se trudiš, da vsej, ne vem, da ne rabiš zdaj hoditi 6 krat na teden v fitness, greš pa pač 2 ali pa 3 krat. Samo toliko, da pač držiš neko konsistenco in da pač si še vseeno v gibanju, pa pač prilagajaš na to, glede na to, kaj se pač dogaja v tvojem življenju in koliko imaš energije. To si definitivno ful lepo povedala, da če si vidiš na Instagramu nekega modela ali pa neko fitness, ne vem kaj, pa si rečeš, jaz hočem biti taka. Ok, prva stvar, ne veš niti mogoče, koliko je ta oseba stara, ne veš, koliko časa je v tem, ne veš, če uporablja steroide. Prva stvar, ki je pomembna, pa je tu genetika, ne, lahko da ti nikoli ne boš imela takih nog, ker pač nimaš taj gapa in ga ne moreš dobiti, ne moreš se šejpati ven, ne, pač se kaj lahko šejpaš, je to, kako boš pač fural svoj life, ne, pa še to, tako si rekla, pridejo neki težki momenti, ki se jih zdaj ne da z neko magično palčko pač samo popraviti, ne, zato je pol ravno treba delati na tem. Tako da me zanima tudi, kako si zdaj trenutno, naprimer, z hrano, tudi vem, da si imela neke težave z prehrano. Ja, v bistvu hrana letos moja je zelo zanimiva, tako bom rekla, ne. Jaz sem v bistvu že nekaj časa vedela, da jaz pač imam intoleranco na mleko, imam intoleranco na gluten, pa še na marsikaj drugega, ampak sem se izogibala temu, izogibala sem se faktu, da je to res in sem bila tako, ne, jaz bom še vse en, tako, to ni res. Jaz sem največji foodie, meni je najbolj grozna stvar, meni je tako heartbreak, mi nekdo reče, da jaz ne morem jesti belega kruha, da jaz ne morem jesti kruha, da jaz ne morem jesti pizze. Oh my god, ne, meni je to tako, kot da bi mi nekdo zaril nož v srce. Samo si moram počakati. Tiher. In potem pa v bistvu, kar sem že na začetku govorila, da sem imela v bistvu res ogromen težav z zdravjem, da sem bila že toliko bolana in vsi izvidi so bili ok, da sem bila tako pa, kaj je z mano narobe, a mi lahko prosim nekdo pove, kaj je z mano narobe, nekaj mora biti z mano narobe, če je pač toliko stvari skozi narobe. In v bistvu jaz sem prejšnja leta dosti na antibiotikih in so mi v bistvu nikoli nisem naredila pa dobre kure probiotikov. In v bistvu sem šele potem se začela malo tudi izobraževati, koliko je dejansko pač gut health pomemben in povezan s tvojim imunskim sistemom in da v bistvu večino stvari isto pač, kako se ti počutiš, ta brain fog, recimo, ta megla v glavi in vse te stvari, ki se ti recimo tudi v glavi dogajajo, so povezane. To so kot tvoji drugi možgani dejansko. In tega se pač ljudje ne zavedamo, dokler da nimamo nekih težav. In potem sem v bistvu šla k eni zdravnici, rigam, Boga silo. In ja, sem v bistvu šla k eni, sem šla v bistvu pa k eni zdravnici v Zagreb, ki mi je v bistvu edina znala tudi pravilno razložiti moje krvne izvide, ki so bili v Sloveniji vsem perfektni.
Ampak dejansko potem mi je povedala, da v Sloveniji imamo ful čuden, ne, zdaj me namenil kakšni medicinci zdaj kle za nos držali, ampak razlagala je, da v bistvu v Sloveniji kao imamo mi ful nizke vrednosti, ki so kao napisane na pač krvnih izvidih, da v bistvu ne vem, D-vitamin, karikiram, je meni kao pisal, da ga imam popolnoma dovolj, ampak v bistvu je ta vrednost, ki ga mi rabimo, toliko nizka v Sloveniji, da dejansko je premal, kakor bi ga jaz rabila imeti, neka ta fora. In v bistvu mi pokazala pol, če se mi primanjkuje in dejansko iz nekih stvari, ki so bile povišane, mi je ona znala povedati, ja, pač tvoje črevesje ni okej. In potem je razlagala, kako v bistvu lahko intolerance vplivajo na na tvoj imunski sistem, ker jaz nisem mogla tako, kako lahko vpliva na moj imunski sistem, kva jaz jem. A veš, niti jasno, potem je pa v bistvu ful dobro razložila, ne, in da dejansko potem tudi vse bakterije in to iz hrane v bistvu grejo prek tvojih teh mišičkov v črevesju ful hitreje v tvoj pač krvni sistem, če ti nimaš pač tega črevesja zdravega, da je vse pač tako in ja, in sem potem v bistvu odstranila svoje prehrane gluten, mlečne izdelke, tako da v bistvu jem vegansko, brez glutena, ampak jem meso. Tako da ni vegansko, ampak dejansko vse druge pač veganske izdelke pač uživam. Ful imam srečo, ker jem vso zelenjavo, jem vso meso in imam v bistvu zelo še vedno pester izbor, kaj lahko jem. Tako da sem se v bistvu res ful držala in sem se tudi takrat pač ful boljš počutim. Bom v bistvu zdaj par mesecev res še trdno na tem, potem bom pa tako počasi začela kaj nazaj uvajati, ampak bom večino časa bom tako jedla, no. Tako da prehrano imam zdaj kar urejeno, tudi zdaj si nazaj dosti sama kuham, športam, kolikor lahko, oziroma zdaj sem bila tako bolana, da sem mogla pač tokrat na novo nekako začeti, da se potem pač trudim po svojih najboljših močeh, kolikor gre, ampak trkam in upam pač, da bo zdaj šlo samo še navzgor. Ja, ker dejansko, to je kot da bi pač ti davala svojemu telesu strup, ne. Ker pač tvoje črevesje tega ne more prebaviti in pol se ti vse v resice in pač itak ne. Ampak največji trik je to, da jaz nisem imela nobenih prebavnih težav. Ja, Jaz sem imela nobenih, mislim, bloating, itak si pač bloated po nekem mleku, to smo vsi, ampak nisem imela unih nekih klasičnih znakov, da mi neka hrana ne paše, zato je bilo meni to noro, sem to je bullshit. Kako meni to ne paše, če imam čisto normalno prebavo? Ja, ni to pointa, ne. Tako da ful zanimivo, res. Kako pa je vplivala, torej kako je vse to vplivalo potem na tvojo pevsko kariero? Ja, v bistvu še to se mi je zgodilo, se pravi, jaz ne vem, kakšen retrogradni Merkur je okrog mene zadnje leto, ampak res se mi je zgodilo tako dosti enih pač težkih situacij v življenju in v bistvu jaz sem že imela nekako končan moj prvi album, ki ga snemam že čist preveč dolg časa, ampak vedno pride nekaj vmes, kada mi nekaj ni bilo usojen, ni bil še pravi čas, da ga izdam. In v bistvu lani novembra sem imela že narejeno, dajmo reči, da 80% in nam je crknil disk v studiu. Kar pomeni, da materialov nisem mogla več dobiti. To pomeni, da sem jaz 1 leto snemanja v studijih vrgla v smeti in dali smo računalnik popravljati milijon mojstrom, pač materialov nismo mogli dobiti nazaj. In lahko si predstavljate, koliko te sesuje v bistvu 1 leto tvojega dela, pač izgubljen v pač 1 sekundi. In sem mogla, takrat se mi je tudi vse skupaj malo zamerali in sem bila pač ful žalostna, ker sem lahko, kako se mi lahko še to zgodi. Tako, a lahko prosim, kako? In sem bila pol tako, pač se sprijaznila nekako s tem, nimamo kaj narediti, to mora biti mogoče za nekaj dober. In smo potem pač začeli vse na novo in med tem v bistvu, ko snemam album, sem imela tudi ful manj nastopov, zato ker bi rada prvo to naredila, da potem lahko imam nastope dejansko s svojimi pesmimi, da imam v bistvu dosti repertoarja, da lahko pač izvajam večinoma svoje pesmi, ne več toliko coverjev in priredb. Sem pa v bistvu v tem procesu, ko sem v bistvu še letos čez dosti enih pač procesov in nekih break-upov v različnih odnosih, v prijateljstvih in sem v bistvu toliko enih tekstov napisala in toliko sem v bistvu začela čutiti enih stvari, ki jih mogoče ful dolg časa nisem in meni je ful lažje vedno pisati drugače iz nekih žalostnih občutkov pa trpljenja in sem v bistvu vse te stvari, ki so bile nekako slabe, ki so se mi pač letos dogajale, sem v bistvu spremenila v komade in sem v bistvu iz tako enega izmed najtežjih obdobij mojega lifea naredila v bistvu nekaj ful lepega.
In tudi v bistvu vsak komad nosi neko res tako ful posebno zgodbo, dobesedno vsi teksti so napisani, vsaka vrstica je pač slika v moji glavi in bo to res tako kot en del mojega srca, ki ga bom pač dala ven in zdaj se lepo končuje. Končno, zdaj upam, da disk ostane. Vse verjetno imate na 2 snemanj, ali pa celo na 3. Upam, tako da upam, da bo potem v bistvu tudi letos že lahko pač to ogledal luč sveta. Niti pa potem šlo skozi ali pa nisi čutila v sebi, da bi pa še enkrat posnela recimo tiste stvari, ki so že bile posnete. Kaj se je recimo s tistimi komadi zgodilo, ki niso? Ne, vse smo še enkrat posneli isto. Fora, da imaš ti napisane komade, ampak pač aranžmaji potem niso mogli biti zdaj identični, ker ne veš točno zdaj, kaj si deval v programa. Ne? V bistvu tako je narejeno, ti imaš, imela audio datoteke. Ja, malo bolj razloži, toliko da tudi tisti, ki niso. V bistvu jaz imam recimo vedno, ko snemaš komad, narediš prvo demo. Demo je tako, da pač postaviš akorde in posnameš na mikrofon, na hitrico mamljanje, malo pač teksta, samo to, da imaš ti v bistvu doma za poslušati, pa da se lahko prepraviš. In v bistvu te demoti so včasih dejansko tako dobri, da lahko jih že uporabiš tudi ker si bolj sproščen, ko snimaš demo, recimo. Jaz, kadar snimam demo, dejansko, večino komadov so se vokali dejansko potem uporabljali na dejanskem masterju komada, ker sem bila toliko bolj sproščena in sem toliko bolj zapela, kot takrat, ko pa vem, zdaj snimam komade, zdaj snimam vokale, ki bojo bili na komadu in ker ne bom mogla isto zapeti. In v bistvu smo dejansko 3 komade lahko rešili na ta način, da smo uporabili demote, se pravi vsi oziroma Pepel, pa Espresso Martini, pa potem še en komad, ki bo potem na plati, sta bila v bistvu demota. V bistvu ta neka prva verzija, ki je bila posneta in dejansko mogoče ljudje na drugi strani, ki se s tem ne ukvarjajo, ne bojo opazili razlike. Jaz jo slišim, ampak mi je še vseeno bilo dosti dobro, da se lahko izda. Tako da. Ok. Pa si potem se odločila, da boš kjer stvari zavrgla ali si vse uporabila isto? Zgolj zaradi tega, ker tako si zaomenila, ne? Je to se ti je ful enih stvari zgodilo in tako recimo jaz razmišljam, pa ne vem, povej mi, če mogoče prav, ampak recimo zdaj letos imaš ful enih stvari, ful enih občutkov, ko nisi čutila in mogoče lahko porazmišljaš, ok, samo mogoče pa ta komad, ki sem ga takrat pisala, ni sploh toliko, ko je zdaj ta recimo, ne, in mi je škoda, da dam tega ven, če nekaj boljšega, ne. Ja, vedno je tako, ampak delamo itak selekcijo, ampak komadov bo itak 12-14, tako da to je ful enega materiala. Tako da ene par jih je odpadalo, ene par je novih, ene par jih pa bomo še za dokončati, ampak smo nekako naredili selekcijo pač nabora najboljših. No. Je tvoj najljubši že zunaj ali še ne? Lahko rečem, da ja. Biseri mi je, tako je v bistvu čisto zadnji bil zdaj izdan. To mi je v bistvu po mojem najljubši komad, ki sem ga kadarkoli napisala. Tako da zaenkrat je še na prvem mestu. Tako da bomo videli, kdaj ga bo kjer premagal. Kdaj, kje, zakaj si ga pisala? Ja, tako bom rekla, no. Že cel tekst v bistvu, mislim, če poslušate besedilo, si lahko vsak predstavlja v bistvu nekako zgodbo za tem komadom, v bistvu govori o nekem odnosu oziroma v nekih trenutkih z človekom, s katerim sva si v bistvu delila ful nekaj lepega, ampak sva oba dva vedela, da ne morava biti skupaj in je v bistvu neka ta bolečina, a hkrati ogromno neke ljubezni in hvaležnosti, ki jo lahko čutiš, ker si pa v bistvu še vseeno v tem kratkem času na tem planetu našel nekoga v tistem nekem kratkem času, da si lahko z njim izkusil nekaj lepega. In tudi pač ful v preteklosti to, ampak še vseeno, tako mi je ostal ta nek spomin in sem v bistvu hotela to pač, nek zaključek si v bistvu narediti skozi to pesem. In tudi v bistvu tako kot Biseri, kot naslov v bistvu nosi v bistvu neko prispodobo za ljudi v našem življenju, ki v bistvu puščajo v nas neke občutke, neke sledi, ki v bistvu jih potem nekako, da jih nosimo v srcu celo življenje. In se mi tudi, pač so pa redki. Zelo redki in nekatere moramo nažalost pač v življenju spustiti na tla, jih vrš nazaj v morje, ene pa pač odnesemo sabo ali pa vse pač neke spomine, neke dele njih pač v nas. Tako da. Imaš kaki dream collab? Ok, recimo, bomo rekli tako. Da si moraš brati nekoga na slovenski sceni, s kom bi rada naredila nek collab, bilo koga, pa nekoga na tuji sceni, bilo koga. Ok, na slovenski sceni Masaja mi je vrhunska
Ja, tako obožujem Gaja jo. X Masaja, to Ja, je ne. bilo bolano. Ja, okej. Masajo obožujem, ona mi je ena izmed najboljših, tudi osebno jo poznam in sem res ful tako hvaležna za to in res mi je vrhunska in se mi zdi, da bo ona še delala res nore stvari, no. Tako da v bistvu komaj čakam, da vidim, kaj vse jo čaka. Na tej celotni sceni pa pismo Billie Eilish ali pa Dua Lipa, one dve sta mi tako od pevk trenutno pač na vrhu, no. Ja. Si že bila na katerem koncertu? Ne, nisem koncert type of person. Rajš kot na te mečkene, manjše, intimne stvari. Bila sem v bistvu na nekih koncertih, ko sem bila bolj majhna, pa bila sem na Maneskinih lani s sestrco, v prvi vrsti sicer. Z Ano tudi, ne? Ja, Sem videla, ko ste tam sedela na tleh, To ja, je ja, bilo ja. tudi, Jezus Marija, sem rekla nikoli več. Enkrat v life, pa nikoli več. Ampak je bila pa ful nepozabna izkušnja. Ampak mi je to preveč, mi je tam se stiska. Rajš imam te neke tako malo bolj umirjene scence. Tako da. To bi bilo, da bi lahko se samo teleportiral naenkrat, ko je koncert pred odrom, da ne rabiš ti tja potovati, pa pol čakati tam, pa sedeti na tleh, ne. To je tudi, mene tudi to tako drži malo nazaj, ker jaz tudi drugače obožujem Billie Eilish, res, ona je res človek, ki jo obožujem že, ne vem, ko je res začela, ko so vsi poznali eno pesem, ti pa si poznal celi album, ne, Ja. isto. Pa tako, se mi zdi, da tudi ne rabiš nekega artista skozi poslušati, da lahko rečeš, da ga imaš pač rad. Ja, ne. ja. In recimo na njen koncert bi ful šla, ker se mi tudi zdi, da, kako naj rečem, fani niso tako nori v smislu, da ni zdaj to cel koncert skakanja, Ja, ampak je ja, bolj ja, tako, ja. veš, Ja. soft. Ne. Bi šla na kateri koncert zdaj, če se bi lahko teleportirala? Pa ja, na Bili bi šla, no. To po mojem, tako, če bom imela kakšen koncert tako v bližini, bom po mojem šla. To se lahko dogovorimo, Ja, ne? ja, Se ti ja, lahko ja. štuljemo. Ok, ampak to, zdaj si rekla, da ti ni ne do tega, da se rinde. Hodiš pa ful na tehno rejve. Ja, ja. Hodiš pa ful na to, ok, to Ja. mi zdaj pojasni, to mi ni točno jasno. Ja, obožujem tehno. Meni je to neka moja druga ljubezen, tretja ljubezen, ne vem, ampak sigurno tako ena izmed ful ljubi stvari v življenju. V bistvu jaz sem prvič sem šla na koncert, na ta event, v bistvu, ko sem prišla v Ljubljano, je bil Boris Brejča na Gospodarskem razstavišču. In takrat se spomnim, da bi se bil tako nek moj ta prvi event, ampak nekako še ne, če ne padeš to noter, ker ti je dejansko muska ful huda, ne boš nikoli doživel tega na ta način, kakor če hodiš, ne vem, samo zaradi družbe. In se mi zdi, da meni je najbolj nora stvar ta, ko v bistvu ti vidiš, recimo lahko greš, ne vem, žurat v Berlin. Berlin je meni tako, itak tisti, ki poznajo berlinsko pač tehno sceno, vejo, kako je tam in ta community. In v bistvu, kar je meni najbolj všeč tukaj, je folk. In ta community folka, ki je tam, ki je popolnoma drugačen od clubbinga. Recimo, da greš ti, ne vem, zdaj kvazi, ne vem, v cirkus, v nebo. Pa nič narobe s tem, še vseeno grem kdaj kam pogledati, ampak na rejvih ne boš nikoli doživel, da bo kdo nesramen do tebe, da ti kdo ne bo hotel pomagati, da te bo kera beba tako grdo gledala. Tam dobiš samo komplimente, vsi so tako prijazni, vsak ti bo pomagal, vsak ti bo dal svojo vodo, če boš žejen, vsak ti bo tako res toliko enega cool folka, ki sem jaz spoznala na rejvih, ko smo zdaj prijatelji še zdaj, pa recimo na festivalih v tujini, pa ne vem, si skupaj tistih par ur, ampak dobiš ta connection in si še zdaj recimo ostanemo pač na vezi. Se mi zdi, da res nekako totalno odklopiš glavo in pač si samo ti in muska. Neke take stvari, ki ti, ne vem, sprožijo pač v telesu neke take občutke, enostavno pač neopisljivo. Meni je to toliko dobro. Zdaj grem spet na en festival kmalu in se toliko veselim. Pa ti je vedno, ker se mi zdi, ful to nekako koreliramo, je rejv dejansko alkohol, droge, te stvari? Tako bom rekla. Mislim, vsak, ki je malo bolj razgledan, pa malo ve, kaj se pač dogaja v svetu, ve, da se pač konzumirajo različne stvari. Ampak, tako bom rekla, se mi zdi, da je ful enih predsodkov že nasploh v svetu glede tega, zaradi tega, ker
nas vsi samo strašijo že od osnovne šole, da je vse samo grozen. Ampak v bistvu se mi zdi, da bi lahko se preprečili ful nekih incidentov, ki se dogajajo, že samo, če bi se mogoče, ne vem, učili, če se že konzumirajo kakšne stvari, kako se konzumirajo, ne vem, na varen način, recimo, ne, ker na teh eventih lahko vidiš kakšne ljudi, ki res grozni scenariji, no, ki v bistvu ljudi ležijo po tleh, ne vejo, kje so. Hvala Bogu, recimo v Sloveniji je tukaj Drogart, v bistvu to je nek ta, kako bi rekla, ekipa, ki v bistvu pomaga tistim, ki recimo so pač konzumirali preveč, vidiš svašta. Ampak se mi zdi, da jaz sem mnenja, da če imaš ti svoje življenje pod kontrolo, če si ti cool in če konzumiraš stvari nekako ne bom zdaj govorila zase, ampak tako, vse nekako v mejah normale, ampak lahko pa rečem, da recimo, sploh kakšni psihadeliki imajo recimo v svetu še vedno nek tak mogoče negativen prizvok, čeprav se mi zdi, da se zdaj majčkam bolj to odpira, lahko delajo čudeže na človeški psihi in se mi zdi, da tudi te neke svete rastline in podobne stvari bi mogli mi v bistvu ful bolj ceniti in biti pač hvaležni za njih, ne pa neke grde stvari pač jim pripenjati. Tako da, ja, to je nekako moje mnenje. Si imela kako osebno izkušnjo s tem, če lahko deliš? Ja, lahko podelim, tega bi se tudi nisem še nikoli delila dejansko. Hvala, ekskluziv. Ja, pa ker se mi zdi, da dejansko zdaj to ni več tak tabu, no, in se mi zdi, da mi bi se tudi meni pač nič kaj takega o tem govoriti. V bistvu imela sem izkušnjo z medicinskimi oziroma temi gobicami. In v bistvu jaz sem nekako šla tudi v bistvu nekako po pomoči nekega strokovnjaka, ki v bistvu ti pomaga iti čez ta proces, da v bistvu si tako 1-na-1 in dejansko si z nekom, ki pač te čuva in te v bistvu vodi čez ta proces. In jaz sem v bistvu takrat, to je bilo enkrat in takrat sem jaz si dobesedno pozdravila svoj body image. Oziroma to je bilo tako ena izmed najbolj močnih po mojem trenutkov v mojem življenju. Ker sem v bistvu jaz samo tako videla sebe kot majhno punčko in sem v bistvu tako videla svoje telo in se pač držala in objemala in si bila sam tako najlepša na svetu. In tako vse, kar mi je recimo tako, zaradi česa se kdaj sekiram, sem bila sem tako, kako sem lahko tako nesramna do sebe, kako lahko, a veš, ta moment in kadarkoli recimo imam še zdaj kakšne take trenutke, se potem vrnem v to noter. In se mi zdi, da se je takrat s tisto v bistvu terapijo tako en del mene pozdravil na nek način. Tako da ne bom nikoli rekla, da komorkoli priporočam karkoli, moja izkušnja je bila zelo lepa in mi je zelo spremenila življenje. Bi pa rekla, da če se kdorkoli želi imeti te izkušnje, da naj se orenk pozanima, vpraša folk, ne pa kar nekaj jemat, pa ful, ker so lahko te stvari ful nevarne, če jih ne delaš v varnem okolju, se pravi, tako ko si rečejo, pač set and setting. Nisem zdaj nek profi, ampak it worked for me. Tako da. Najhujše je verjetno to, ko vzamejo neki z kolegi doma in ja, pol ne. To si pa vzela v Sloveniji. Tako. Ok, isto z Slovencem. Tako. Ok, mi lahko zaupaš, kak je bilo takrat recimo glede cene, časa, prostora? V bistvu, veš, da se prav ne spomnim tako dobro, ker to je bilo v bistvu že kar ene 3-4 leta nazaj. V bistvu je bil to nek moj friend, no, tako da ni bilo v bistvu tako, da bi zdaj mogla pač karkoli plačati, ampak vem, da v bistvu zdaj že tako dosti ljudi to dela, ampak je treba še vsem pač paziti, pač komu se gre, no. Poznaš koga, ki ima pa kako recimo negativno izkušnjo? Jaz osebno, mislim, ja pa ne, no. Vem, da veliko ljudem to ne ustreza, oziroma sploh tistim, ki recimo niso toliko v stiku sami s sabo, in v bistvu ti na psihadeliki zelo prideš, ne vem, ogledalo si res postaviš pač pred obraz in včasih se eni ljudje pač ustrašijo preveč svojega odseva in si v bistvu ful si odpreš lahko kakšne te otroške travme in podobne stvari, rane, in ti, če nisi pripravljen takrat, ti bolj karineš stran, bolj bližje je ta, a veš, ful je tako, ti moraš takrat samo spustiti ego in biti pripravljen, da pač sprejmeš vse, kar pride na površje, in eni se mi zdi, da na to niso pripravljeni in zna biti verjetno tudi zelo težko, no. Ampak zdaj je tudi na internetu, recimo to je ful zanimivo, na Netflixu je ne podcast, dokumentarec, se mi zdi, How to Change Your Mind se reče,
in imaš ful enih različnih epizod, ki v bistvu prav to opisujejo, kako, kaj lahko pričakovati in v bistvu imaš, v vsaki epizodi imaš različne substance, ki v bistvu tudi, ne vem, se zdaj recimo v medicini, sploh v Ameriki recimo legalizirajo in uporabljajo dejansko v pač klinikah za zdravljenje, ne vem, PTSD-ov in pač podobnih stvari. Ja, ker dosti ljudi samo misli, ja, to bom vzel tako malo zabav, pa pač lahko dejansko nastopi nek šok, ne. Ja, tako, se pravim, tako da vse s pametjo v rokah, no. Prej si omenila Berlin, ogromno tudi potuješ. Kaj ti predstavlja potovanje? Meni je potovanja so meni nekaj najlepšega, zaradi tega, ker na potovanjih spoznaš toliko enih novih ljudi, pogledov na svet. Predvsem tudi, jaz sem opazila, da jaz sem malo drugačna oseba, v vsaki državi dobim tako malo nek nov karakter ali pa tako nek nov del sebe spoznam in se mi zdi, da si res tako zapolnim dušo na potovanjih. In tako sem zdaj, hvala Bogu, imam to možnost, da delam z veliko brendi, ki mi pač omogočajo potovanja in sem v bistvu tako mesečno na različnih letih in koncih, tako da v bistvu sem skos nekje, kar mi je v bistvu včasih malo naporno, ampak mi je tudi ful fajn, ampak najboljši so mi pa te dopusti, ki si jih dejansko v celoti sama krijem, ker niso nobena sodelovanja, da se lahko jaz dejansko res odklopim in ne rabim pač ničesar snemati tako pod pritiskom. Da nimaš obvezne, Tako. da je dopust. Lahko mi poveš eno najlepšo pa najslabšo izkušnjo iz potovanja? Najlepša in najslabša izkušnja. Najlepših je bilo veliko, sploh ne vem, kaj bi rekla, da je zdaj res bila top number one, ampak meni je Azija tako čudovita, obožujem Azijo. Bali, Tajska, njihova kultura, njihova hrana, tako sam ta nek vibe, ki si tam, mi je enostavno amazing. Najslabša izkušnja pa nobena ni bila zdaj tako ful slaba, ampak recimo letos sem bila na Kreti in nisem bila najbolj navdušena, zaradi tega, ker sem bila na ful slabem koncu in ko sem potovala z eno agencijo in v bistvu kamorkoli sem hotela iti, je bilo tako 3-4 ure vožnje v eno smer in sem bila tako, veš kaj, ne bom se 4 ure furala, sem to, da se vržem v vodo. Ja, za tisti razgled, ne. Tako in v bistvu sem bila pa večinoma samo v hotelu. Vse je bilo cool, ampak sem pričakovala, da bom hodila po malo lepših plažah, ampak sem bila tudi sama kriva, da se nisem zdaj ful pozanimala pač, kje dejansko spimo, a ne. Tako da. Si pa imela eno traumatično izkušnjo letos, ne na dopustu, ampak na letalu. Ja. Ne? Tako da bi te prosila, če lahko deliš. Vem, Ja, da je to kar občutljivo za tebe. Ja, ampak sem zdaj nekako že malo predelala, no, in se rekla, letošnje leto je tako, ne vem, kaj mi hoče vesolje Turbulentno. sporočiti. Zelo turbulentno leto, ja. To je bil v bistvu, a veš, ko nekam greš in imaš pač sam nek feeling, da nekaj ni cool. Ne vem, jaz imam ful močen ta gut feeling oziroma ta intuicijo in jaz sem že dan, pa še smo v bistvu s to najboljšo frenico sva šla iz Pariza in že dan zjutraj sva se obedve vstale in nekaj ni bilo cool, take sva bile cele sitne in kar nekaj, veš, tako, ko mi čakam, da prideva domov, sva se skozi pogovarjala, samo da prideva čim prej domov spat, ker tako, ni bil dober dan. Dopust pa je drugače bil okej. Dopust je bil vrhunski. Aha, Dopust je bil vrhunski, imela sva se najjače, ampak dan, ko sva še nazaj, sva se zbudili obedve čisto čudne. Pa ni tako je ponavadi zadnji dan, ko si tako zadnji dan. Je Ne, bilo veš, kaj nekaj fora? hujšega kot zadnji dan. Ja, ampak šle sva v bistvu ful, hitro sva imela let, tako da sva v bistvu šla samo po zajtrku direktno na letališče. Nisva imela neki ful za izkoriščati več. No, v glavnem in potem gremo na letalo in je bil ful delaya, pač ful, tako že 1-2 uri, pač več smo mogli čakati in mi dve že cele zmatrane in sam tako, da pridemo pač domov. In potem gremo gor in itak mene je že tako ful strah letenja in strah letal. In takoj, ko se mečka neki zaruka, mene, okej, tako, takoj, ko neko neki pove, tam je tako, okej, pristajamo, padamo tako, živčna, pa se pravim, skosam na letalo, ampak pač trauma, I guess. In potem se mi vozimo, ni bil neki ful grd let, tako dosti lep let. In pa smo bili že tako, počasi bi že mogli pristati, se mi je zdaj, mi dve gledava tako ven, tako ful zanimivi oblaki. In tako, si ti že videla, da je take oblake in mi dve še slikava te oblake, ker so bili res tako, čist crazy oblaki so bili, ampak tako neke oblike, tako in mi dve tako še, ful lepi oblaki, a ne.
In pa on nekaj začne govoriti po italijanski in mi je pač tako, ok, verjetno bomo pristajali, ok, super, mene je pa že tako lulati, da sem bila tako, ok, se bom šla, ka bomo dol, ampak ono, kot je že tok tišči, da pač že misliš, da boš tako, ampak sem rekla, ok, sej, imamo 15 minut, pa smo dol. In pa se sam začnejo scene, ampak scene tako turbulenca, ki je bila ful huda, ampak sem imela že hude turbulence. In sem ok, bom preživela grozenje, ampak bomo preživeli v redu. In potem smo mi krožili, to je trajalo tako 45 minut, ful že živčen, ker nismo vedeli, kaj se dogaja, ne moramo pristati. In povejo prvo, da bomo verjetno probali še enkrat pristati, če ne gremo pa v Bologno, nekaj tasga. In kadarkoli smo mi šli dol, to so bile pač res tako, nas je tako tresel, da mi res, to je bilo tako, če ne bi ti prvezan, bi te po mojem res pač vrgel gor v strop. In si res videl, zakaj moč biti pač prvezan, ker nisi mogel, pač mene vmes enkrat tako, da sem se protko v glavo udarila, veš, v ta rob, ko sem pač bila unem. In najhujše je bilo to, kar naenkrat, ko mi padamo res v neko, ko nič ne vidiš ven, veš, ker je pač okanje in pač ta pač oblaki in tema. In ne vidiš sploh, koliko si visok, koliko si nizk in se začne sam tako, toliko smo padali, da kot da si pač na prostem padel, res dobesedno. In kar naenkrat potem letalo sem po polnem gasu in je bil res feeling, kot da pač smo padali, ker smo bili pač obrnjeni in kar naenkrat se pač tako sam zasvetil se, pač prav tako za 3 sekunde je bila pač bela tema, bela svetloba, ker smo pač mislili, jaz sem mislila, ok, jaz sem pač mrtva, tako, a je to zdaj to? In nas je zadela strela. In potem pač spet, kar naenkrat mi spet tako gor in to je bilo res, jaz sem imela pač tak najbolj paničen napad, jokala se, tresla se, toliko me je pač tiščala na stranišče, da sem že mislila, da bom pač se spustila po unem sedežu, ampak to je bila pač še zadnja stvar, ki me je skrbela, ampak ker je telo že tako v takem krču, pa te še pol toliko lula, da te že dobesedno mehur, toliko boli, da si sem mogla pol en teden normalno na stranišče hoditi, toliko me je pač bolel mehur. In potem sem pač dobesedno, pač folk je tako bruhu, folk je joku, otroci so se drli. V enem momentu sem bila res ok, a to je zdaj to, a to je pač, to je konc ali kaj. In ko se počutiš toliko nemočnega in koliko ti gre enih misli po glavi in vidiš, kaj ti gre dejansko takrat po glavi, a ne, je ful zanimivo, dobiš malo refleksijo, ne, na katere stvari se spomniš, mogoče kaj si želiš narediti, karkoli, in je bilo to v bistvu mi ful zanimivo pač videti nekako pri sebi. In potem v bistvu nekako pridemo iz te najhujše, pač iz tega najhujšega unga, ampak res, kaj da on pač toliko pogasil, je res bilo tako, jaz sem vedela, da je možno, da letala toliko hitro leti. In mi smo se tako vsi gledali, nismo vedeli pač, se pravi, ali mi dejansko padamo ali pač letimo. In potem smo po uri pa pol tega sranja prileteli v Milano in smo pač zasilno pristali. In potem je bilo tako kao nekako organiziran, da se neki leti naslednji dan, jaz sem rekla, hvala lepa, lepo pa spala v Milanu in še naslednji dan potem z vlakom do Benetk, pač po avto. In tako so lepa čist ferti, ko smo pristali, ampak sem tako najbolj pač hvaležne, da smo pristale. In je bila to ena taka stvar, ker smo že mogli, ne vem, dobiti neko lekcijo, a veš, nek tak wake-up call, da dejansko vidiš, za katere stvari se sekiraš, koliko hitro je lahko v bistvu življenje konec, pa verjamem, da to ni bila najhujša stvar, ki se lahko zgodi, ampak dejansko v enem momentu, ko si ti gor, se res počutiš, da boš umrl. Pač in najhujše je bilo to, da ko smo mi pristali, je pač pilot prišel ven in je pač rekel, da v njegovih ne vem kolikih letih kariere ni imel tazga leta in da še sam ne ve, kako nam je pač uspel priti dol in da nas je 3krat zadela strela in pač uničila neke motorje. In ko ti to slišiš, si tako, oh fuck, to je bila pač tako, to ni bil nek bullshit, pač mi bila dejansko strmoglavelj. In ja, je bil kar en tak močen moment v življenju. Pa sta sedeli takrat za kolegico skupaj, ali ne? Sta sedeli skupaj, ja, ampak v bistvu Urška je mama in ona je v bistvu tudi tako malo prevzela ta materinski nagon, da je v bistvu ona... Čekaj, je dejansko tudi mama? Ja, mama, ona ima 2 mehna otroka, oziroma mehna 6-7 sta stara. In je v bistvu nekako, jaz sem bila itak čisto paniki in ona je pa v bistvu ful ostala mirna. Jaz ne vem, kako je nje ratalo, da je ostala toliko mirna in je v bistvu mene mirila, no. Jaz sem bila pa pač fertik. In kaj ti je takrat, kar spi, kaj ti je takrat torej šlo po glavi? O čem si recimo razmišljala? Največ sem razmišljala o tem, koliko nočem, da je konc, ker imam preveč rada svoje življenje in preveč rada
pač sebe in tako nisem še un feeling, ne, nisem še naredila vsega, jaz imam še toliko enih stvari za narediti, a veš, tako valjda face vseh ljudi, pač, ki jih imaš rad, a ne, držala sem se za prsta, nisem bila še tako, jaz se moram še poročiti, a veš, tako ogromno enih stvari, pač je bilo v glavi, ampak načeloma res sem ta nekak nagon za preživetje, ker res veš, da nisi še tam in da nisi še naredil vsega, kar hočeš narediti, ta neka stiska, koliko si v bistvu nemočen, ta neka nemoč človeška, koliko pač nimamo vpliva na stvari dejansko. In da se lahko ful hitro neki spremeni in ti pač obrne cel življenje na glavo. Jaz sem videla pol takoj storije tvoje na privat profilu in prav sem dobila solzne oči, se sem to takoj napisala in sem tako prav pač, fuck, ko še sploh nisem vedela, kaj je bilo, ko si sam pač napisala, da si pač imela res grozno izkušnjo, ne, in kako pa recimo bi rekla, da je tvoja prijateljica dojemala to, ko je mama, sta se potem pogovarjali, je rekla, da jo je tudi stiskalo ravno to? Seveda, mislim, ona je bila isto čist fertik, ampak ona je bila fertik bolj pol, ko je prišla dol, ker je ona bila toliko v tem survivor modu, da je pač mene mirila in da bo vse cool. Ona je bila sem tako, vse bo v redu, varne sva, čuvajo naju, vse bo cool. In res se mi zdi, tako kot sem že rekla, je tako za njo, ona je neko, že meni tako kar neko nadzemljsko bitje, neka vilinka, ki pač ona ima to vsep in se mi zdi, da so naju res neki te naši najni angeli čuvali, ker sem to je rekla, midve sva na tem letalu, midve čuvava to letalo. In sva se res kar kurjo kožo dobim, ker se to spomnim, ker sva se res tako počutili takrat, no. In mogoče pa je bilo res tako. In v bistvu tudi ona rekla, ja, da je bilo pač ji tak grozen, ampak jaz sem ful sproti predavala to travmo, njej je pa recimo to pol prišlo ven, veš, tako naslednji teden, 2 je rekla, da je bila čist fertik. Tako da ljudje ful različno pač predelujemo stvari, različno žalujemo, različno pač predelujemo travme, ampak jaz sem ful taka impulzivna in jaz pač vse sproti. In jaz sem ful tako čustvena, glasna in bom ful pač prej bom čustvovala, prej bom jokala takoj na mestu, ko me nekaj prizadane, kakor pa da držim nekaj vse, pa pač držim poker face recimo. To tudi tako v vsakdanjem življenju recimo navada moja. Ja. Je pa ta kolegica torej starejša od tebe, ima že otroke, si rekla? Ja, 11 let je starejša od mene. Aha, ok. Ampak zgleda pa 25. Kje pa ste se spoznali? To je bilo ful naključje, v bistvu mi smo se spoznale, koliko zdaj bo že 5 let nazaj, ko sem šla v bistvu z mojo eno frendico na brunch v La Petit in nobena miza ni bila frej, samo ena miza, kjer je pa v bistvu sedela ena skupna prijateljica. Ona je pa pač sedela z Urško, s to mojo najboljšo prijateljico zdajšno. In ni bilo nič frej in oni dve sta imeli 2 stola in smo se imeli, pač z nama se useta, valjda je frej, mi dve končujeva in pa smo se ful zaklepetale, ful zaštekale in smo se zmenile, da ta ista grupa 4 gremo spet na brunch naslednji teden. In nobena od unih 2 ni imela čas, samo jaz pa Urška sva ga imela in pa sva rekli, pa da greva vse en same in pol je bilo to sam ljubezen na prvi pogled in potem takrat naprej sva bile pač nerazdružljive in si bukale že prvi trip, drugi trip, bile skozi skupaj in ja, še zdaj je tako. Kako pa si potem predelala to, da si torej omenila, itak nisi šla potem na letalo drug dan, se mi zdi nekako logično, itak imaš tako travmo, da kako si potem, grem spet na letalo? Ja, nisem imela izbire, ne, se sem rekla, jaz vsak mesec skoraj nekam moram, že sem zaradi službenih stvari oziroma projektov, na katerih delam. In v bistvu sem imela pa glih bukirano Grčijo sestrco, tako 1 mesec zatem in sem tako valjda nam zdaj pač cancelala, ne. Se mi da se moraš strahovi tudi pač soočiti, sploh če je to nekaj tazga, tem prej, tem boljš. Sploh če veš, da če si tako ti človek, hodiš res enkrat na 5 let na letalo, ne boš šel, ampak jaz hodim vsak mesec. In sem rekla, boljš čim prej in verjamem, da se mi to zdaj spet ne bo zgodilo. Upam, da ne, toliko hiter, tako da, ja. In bi polno prvi let v bistvu zelo lep. Si pa imela, da ful dosti potuješ zaradi firm, sodelovanj. Kako se je začela tvoja influencerska pot? Evo, dajmo še malo na to temo. Moja influencerska pot se je začela tako nepričakovano in tako neplanirano, da je meni vedno ful težko devati nasvete, kako začeti. Zaradi tega, ker jaz sem ujela najbolj spontan in prijeten val socialnih omrežij, ker noben še ni sploh vedel, kaj je to. Še jaz nisem vedela, da sem influencer do takrat, ko je v bistvu folk dejansko bil tako, s tem se lahko služi in jaz tako, kva? Nisem imela pojma. In v bistvu jaz sem si naredila Instagram takrat.
Tikar. Okay. V bistvu sem si naredila Instagram 2014, ko pa vem, konec osnovne šole. In mi je bilo sam pač ful fajn kreirati vsebine in jaz sem še make-up takrat ful delala in sem tako malo te neke videe snemala, pa malo YouTube. In pa je kar nekako začel ta community rasti, takrat nas je bilo ful malo v bistvu, ki smo bili tako malo bolj večji, ampak je bilo takrat tudi ful lažje dobiti spontano, te organsko, te neke followerje. Jaz se recimo nisem nikoli ful trudila za njih, da bi zdaj imela neke plane, kako bom jaz zrasla, ampak enostavno se je kar zgodilo, tako čez noč. In pol v bistvu tam nek 2018, se mi zdi, da se je začel ta mali influencer marketing mačken razvijati, 2019, ko sem jaz ugotovila, že ne vem, imela sem 30,000 sledilcev, pa nisem še evra zaslužila recimo z objavami, ker nisem vedela, da se pač lahko služi s tem. In pol pa v bistvu se je začelo to počasi, tako da so v bistvu firme kontaktirale, prvo itak samo za promocijo za izdelek, na začetku se ti to zdi fajn, pa v bistvu vidiš, da dejansko lahko iz tega kaj zaslužiš in potem v bistvu sem čez 1 leto že odprla SP in začela v bistvu imeti to, kakor dejansko službo. In potem so se stvari toliko razvile, da dejansko zdaj že od 18 leta pač živim samo od Instagrama. Ja, mislim samo od Instagrama, 80% od Instagrama, no. Torej, kaj pa ostali 20% tvojega zaslužka? So pa nastopi. Ja, nastopi in pač podobne stvari, pač kakšne vodenje eventov, podobne stvari. Ampak ja. Se ti kdaj zdi mogoče žal, da nimaš več nastopov? Ja, mislim, jaz bi z veseljem ful več nastopala, ampak v Sloveniji se mi zdi, da je ljudem še vedno tudi toliko težji plačati nekoga, da pride nastopati. To je meni tako bizarno, ker recimo vem, kakšni denarji se recimo plačujejo za objave na Instagramu, pa recimo koliko denarja recimo plača podjetje, da jaz kao pridem kot udeleženka na nek event, pa nimajo budžeta, da plačajo, da pridem 5 za 1 uro. A veš, recimo malo, se mi zdi, da to je tako, kada mislijo, da to prideš ti kar malo tako za hojladri. Tako da jaz pač ne grem pod svojo ceno, moja cena je taka, kot je in potem avtomatsko pač dobiš manj priložnosti, a ne? Ampak se pač cenim, vem, kaj deliveram in pač ne bom, pod svojo ceno pač ne bom hodila, razen če je res neka stvar, da je meni ful v interesu pač priditi ali pa kaj dobrodelnega ali pa kaj podobnega. Tu verjamem, da si sigurno dosti v kontakti z slovenskimi pevci, izvajalci, pevkami. Lahko zaupaš, koliko približno se gibljajo cene za 1 uro petja, recimo, da priješ ti na nek privat event, ti kot Gaja, da ni za to, ne vem, na Štuku vas je več. Razumem, ja. Ful je odvisno zaradi tega, ker lahko imaš ti pevce, ki so res zdaj top v Sloveniji, verjamem, da oni lahko računajo tudi po 5 do, ne vem, 10,000 evrov za koncerte. Ampak tako za neke te, kako bi rekla, moj rank, sploh ne vem, kje sem, ampak tako, se pa cene gibljajo tam med 2 jurja, recimo, ampak to je tako res, da bo reči, 2 jurja je res redkost za nek res dober koncert, ampak tako, tam je neko povprečje, no. Tako da, ja. Kaj pa recimo, vem, da si enkrat omenila, da imaš zadnje čase ful reči, če te v bistvu povabijo neke firme, s katerimi sodeluješ tudi kot pevko, ne? Narediš to potem, ne vem, da če ti rečejo, da pač kako pesem 2 zapoješ, računaš za to ali zaračunaš kot svoj prihod kot influencer? Zelo odvisno, za kaj se gre, ampak mislim, za kjer brand recimo se gre, ampak ponavadi se neki taki paketi naredijo, ne, recimo, če je nek tak, da moraš še deliverati kakšne objave, se potem pač zmeni in zapakira pač v neko prijateljsko ceno. Se ponavadi je tako. Torej, potem si začela sodelovati pri 30,000 sledilci. Kdaj je bilo to, katerega leta? 2018 se mi zdi. Se mogoče spomniš svojih prvih cen? Kako si takrat to nekako določila? Ja, malo sem vprašala folka, veš, saj nisi imel feelinga, a ne. Sem pač se mi zdi neka prva tako objava, da sem dobila kakšne 50 evrov, mogoče, kaj tazga, ja. Tako nekako se je začelo. Ja. Kdaj pa se je to potem preveslo ravno v to, da, tako si rekla, si torej odprla SP, koliko si imela takrat recimo nekih sodelovanj mesečnih, da si lahko rekla, okej, to me lahko preživlja? Ja, splačala se mi je takrat, ko sem vedela, da si lahko pokrijem prispevke, pa še kaj zraven zaslužim. Tako da se pravim, prispevki tak prvo leto so dosti poceni, ampak nekako mi je v bistvu, sem imela ful srečo, da sem pol nekako
pač je denar kar prišel, no, mislim, kar prišel. Pač prišli so projekti in v bistvu sem potem lahko pač začela zbirati, kar mi je dejansko kul, pa tako počasi se veš sama, potem pač je vedno več, ko delaš, več je nekih opcij, ampak sem zdaj ful vesela, da sem zdaj dejansko na tej točki, ker lahko zbiram in dejansko delam z brendi, za katere bi si lahko sam v sanjah želela, da sodelujem z njimi. Kateri brendi so to? Sigurno YSL, pač Yves Saint Laurent, to mi je tako brand pač za make-up, pač z njimi delam. To mi je tako luxury brand, ko sem ga pač vedno oboževala in rada nosila že tako. In da v bistvu z njimi delam z globalno agencijo, je meni tako res ful ogromna čast. Tako da oni so mi recimo tako, bi lahko rekla, da top of the top, ampak imam pa pač še vse tako ostale kakšne slovenske brende, ki ful rada z njimi delam, recimo s svojimi je top, tam tudi mi dve skupaj velikrat kaj počne, mislim, kaj fotkamo. Pa imam MyProtein, tudi z njimi delam že ful časa in so tudi nek ta dolgoročen partner. Pa imam pa itak še tako projektno ogromen enih različnih stvari. Si imela kako ful negativno izkušnjo z kakimi brendi, recimo? Ja, negativne izkušnje so bile te, da jaz kot 16-letnica pač nisem prebrala dobro kakšnih pogodb in lahko kakšni brendi še zdaj uporabljajo moje fotografije za njihove promocijske stvari. Tako da to pa recimo tudi tako, ja, da kdo v bistvu brez tvojega dovoljenja dajejo kakšne stvari kam, kjer niste bili dogovorjeni recimo, no. Tako da, pa kakšni potem tako, kakšni šumik dajo komunikacija, pa kakšen odnos, neplačevanje računov, ampak moram reči, lahko trkam, da trenutno temi, s katerimi delam, so zelo korektni, no. Tako da, ja. Kako potem recimo izgleda, si imela tudi dosti potuješ z njimi, ne? S katerimi znamkami si do zdaj največ potovala? Največ sem potovala s H&M-om. Ja, tako nisem pozabila, v momentu imam tako polno glavo, pa pozabim. S H&M-om potujem ziher 3-krat na leto, na kakšne, ponavadi kakšen Cerih ali pa Berlin, ker imamo tam pač so ponavadi launchi kolekcij, glih zdaj septembra grem spet v Berlin z njimi. Pa v bistvu imeli smo z tem YSL-om smo imeli letos v Rovinju za launch enih šmink v hotelu Rovin, Grand Park, in je bil res tako cel ta balkanski, v bistvu Srbija, Črna Gora, Hrvaška, Slovenija, nek ta gathering punc in v bistvu sem spoznala tudi ful enih hrvaških influencerk in tako v bistvu iz cele te regije in je bilo res tako pač dream come true, res je bilo kar ono malo uščipen me moment. Ja. Si v tem artu, ne, in vem, da tudi si ful tatuje. Okay, kdaj je to postala neka tvoja ljubezen? Jaz sem zaljubljena v tatuje že od majhnega. Odkar ko sem bila majhna, gledala na televiziji, ne vem, kjer kanal je bil, ampak bila je neka oddaja pač o tetoverjih v Los Angelesu in jaz sem vedno to gledala in sem vedno vedela, da pač jaz hočem biti potetovirana in vedno sem to govorila. In to v bistvu tudi mojim staršem ni bilo najbolj všeč in še zdaj jim po mojem ni da najbolj, ampak so se pač sprijaznili s tem. Mene pa to kar neka taka, kako bi rekla, zapisovanje moje poti, nekako, eni imajo pomene, drugih nimajo, ene imam sem zato, ker so mi všeč, ene si dam z nekim posebnim namenom, ampak ni pa zdaj vsak ful premišljen, ampak enostavno se mi zdi, da mi ful dajo k karakterju in res se dobro pač v njih počutam in jih zelo rada nosim, no. Veš to povedati, koliko jih imaš? Nimam pojma. Okay. Po mojem jih je okrog 20, sam nisem pa nikoli štela. Ja. Nam lahko zaupaš pomen katerega? Lahko od te kače, ta je v bistvu najbolj taka, po mojem, kako bi rekla, tak breakthrough moment. Isti mesec sem si tudi, isti mesec, ko sem si dala ta tatu, to je bilo 2020, sem si isto prvič v življenju postrigla lase na paž, iz ful dolgih las. To sem pa v bistvu, ta kača je v bistvu itak simbol transformacije in kače večkrat menjajo svojo kožo, ker postajajo v bistvu neke nove verzije sebe in v bistvu tudi pač ta cela simbolika mi je ful všeč, zaradi tega, ker pač vsi puščamo nekako svoje dele, svoje stare kože za sabo in it's okay to change in da nekako smo pač vsi malo drugačni in se pač transformiramo in mi je bila res neka taka. Takrat, ko sem se v bistvu preselila in postala samostojna, se mi je zdela neka taka velika prelomnica v mojem življenju in v bistvu isto, ki tudi ta kača potem
izhaja. No. Kam pa hodiš? Sigurno bo koga zanimalo. Ja, Filip Kulčar, Own the Skin, on je v bistvu avtor kar večino mojih tatujev. No. Obožujem ga, on je, ne samo da je dober izvrsten tetover in umetnik, je tudi zelo, zelo dober človek. In res pač ga lahko samo s toplim srcem vsem priporočam. No. Še bomo malo šli na glasbeno pot. Kaj bi rekla, da je nek tvoj žanr? Moj žanr, ga še vedno malo odkrivam in iščem, ampak bi rekla, da prvotno vsem pop. Ja. Pa bi vedno pisala v slovenščini ali bi kdaj zamenjala na katere druge jezike? Ja. Jaz sem vedno rekla, da recimo nikoli ne bom v hrvaščini pa srbščini pela, zaradi tega, ker sama nisem trenutno najboljša v tem jeziku in se bi mi zdelo malo prisiljeno, ampak nikoli ne veš, kaj bo čez 10 let, mogoče se pa naučim, pa bo dober. Angleščino, pišem tudi komade v angleščini in sigurno bi kdaj kakšne posnela, ampak trenutno si želim prvo končati slovenski album in pač tudi v slovenščini mi je najlažje pisati, najbolj mi je pristno, zaradi tega, ker je to pač moj materni jezik in se mi zdi, da je slovenščina res ful lep jezik in se lahko zelo lepo predstavi pač skozi pesmi. Čeprav je malo težje pisati v slovenščini, ampak je vredno pol na koncu dneva. Zakaj bi rekla, da težje? Ker avtomatsko v angleščini imaš ful več enih izrazov, mogoče tudi za neke stvari, ki jih ne vem v slovenščini ne moreš za eno besedo, ne vem, upisati, zdaj se nam spomnila primera, ampak tisti, ki mislim, po mojem, bo folk vedel, kaj mislim. Pa malo bolj take trde besede imamo, a veš, ne vem, hrvaščina je večkrat bolj mehka tudi recimo, ful lažje, slovenščina je malo bolj trda za opisati. Pišeš pa vse svoje komade sama? Ja, vse svoje sama, vse iz svojih izkušenj, iz stvari, ki se mi dogajajo in zato mi je pač res tako vse še toliko bolj pač osebno, kakor nek moj dnevnik so tej komadi, no res. Stava imela tudi z Žanom neko sodelovanje, ne? Še sta v stikih, še prihaja kako sodelovanje? Z Žanom nisva več v stikih, nisva v stikih, da ne pogovarjava se zdaj vsak dan, ampak se pa kdaj slišiva, kdaj kakšno rečeva, nimam pa zdaj v planu, nimava trenutno nobenega sodelovanja ponovnega. Pa je v planu s kom? Trenutno je z nekom, ja, samo ne smem še povedati, s kom. Lahko poveš spol? Spol, moški. Moški, okej. Slovenec? Okej. Yeah. Nekaj smela, da te vprašam, ampak mi je zdaj tako padlo ven z glave in se prav ne bom spomnila. Zdaj pa to pika, zato ker se ne bom spomnila. Spimo en šlukec. Še moj proti flaško? Okej. Ne. Zdaj se prav ne bom spomnila, gledaj. Ne. Okej. Ja, točno, evo, spomnila sem se. Imaš kako slabo izkušnjo z ali kakim izvajalcem, producentom ali pa z kakim influencerjem? Ne rabiš po imenu, lahko poveš situacijo. To sem sigurna, da glede na to, da si že dolgo na sceni, na eventih, ja, imaš kako izkušnjo. Ja, siguren je, pa to vprašaš, pa začnem razmišljati, pa moram... Kaj zihar je kaj dobrega, se moram spomniti. Neko sranje. Ja, zihar, fikse sem imela kakšne scene, se moram zdaj spomniti s kom. Veš, ko ti ne pade takoj v glavo. Bomo zadali few years later. Ja, prav to. Lahko sem bom čisto nepoimensko, ker je tako. Imela sem malo negativno izkušnjo oziroma občutek namena pri nekomu, ki je v Sloveniji zelo cenjen glasbenik, oziroma glasbenik. In sem imela občutek, predstavil se na način, da mi je hotel kakor pomagati v moji glasbeni karieri, ampak v bistvu me je hotel sam pač spraviti v poslo. In se mi je zelo hitro predstava o tem človeku realizirala. No. Tako da sem imela en tak Hollywood moment, ko sem bila tako, moj bog, to se res dogaja. Tako da, to mi je bilo kar bed. In kaj si potem naredila? Si pač, kak si to pol skenslala? Ja, pač bila sem tako, da smo se malo narobe razumeli. In sem pač,
nekako prekinila stike oziroma sem pač povedala, da jaz se tega pač ne grem tako. Kako pa se ti zdi sploh slovenska glasbena scena? Si v stiku z kakimi izvajalci? Pa sem v stiku, ampak se mi zdi, da ne bi zdaj rekla tako. Jaz imam ta nek svoj mehurček, sploh teh ljudi pač, ko delamo v studiu, pa tako čez leta se malo menjajo poli ta kontakti. Ampak se mi zdi, da smo tako v Sloveniji toliko malo artistov, da smo v večini vsi tudi malo tako po kontaktih, pa se pač razumemo. Z vsemi sem si tako cool, nobenega nimam, da bi tako zdaj rekla, da se s kom ne maram ali pa ne razumem. Se mi zdi, da imam kar lepe odnose z ljudmi. Si imel kdaj moment, ko ti bi recimo lahko bilo petje odvzeto? Odzeto bi mi bilo na ta način, da sem pač že 100-krat hotela obupati, zaradi tega, ker je pač ta pot ful težka oziroma res moraš biti pač ful potrpežljiv, pa imaš včasih feeling, da res delaš to sam zase in da pač nobody gives a shit. Pa ti mogoče eno tisto sporočilo, ki ga dobiš, ki ti nekdo napiše, kako si mu spremenil življenje z nekim komadom in to neki, pa vidiš, zakaj to delaš. In verjameš, da je pol še veliko več tazga folka, ki ti mogoče tega ne napišejo. In zadnjič sem v bistvu prebrala na TikTok je bil nek video, ki je v bistvu pisal, da eni ljudje, recimo eni glasbeniki so delali 15 let, pa jih noben ni opazil in potem po 15 letih kariere so naredili en hit in so ratali mega super zvezde, da pač music career takes time, music development takes time, da v bistvu folk rata včasih, ne vem, delaš muziko od 18 leta, pa potem pri 33 narediš hit. V bistvu, glih takrat in mogoče bi glih tisti dan, preden da bi naredil hit, ne bi hotel iti v studio in rekel, tako I'm done. Pa v bistvu bi si imel, a veš, kaj mislim. In da moraš samo, če nekaj delaš iz srca in če nekaj delaš to, kar je tebi dobro in ti uživaš in ti veš, da je to nekaj, kar te fila in kar te polne in o čemer ti uživaš, moraš sam pač iti dalje, ker nikoli ne veš, kdaj se bo zgodil nek ta prelomen moment. Bila pa si tudi na EMI, ne? Kjer leta je bilo to? 2020, glih pred korono. Ja, 2020. Kakva je bila tvoja izkušnja tam? Ma iskreno dosti slaba, zaradi tega, ker že takrat v bistvu že cel ta komad je sicer mi zelo všeč, ker je zelo močen in vem, da je tudi ful ljudem ta komad ful pri srcu. Meni pa recimo eden izmed mojih manj ljubih, zaradi tega, ker tudi takrat je bil ta komad narejen res samo za emo, prav tako to je komad, ki ga delamo za emo in že sam to je bilo meni tako zdaj. Jaz bi naredila zdaj recimo za emo komad, ki je moj, ki mene predstavlja, ne pa to, okay, kaj mora biti zdaj za emo, kaj bo na emi palilo, ta vibe. Ja, da je tako. Ja, da ne može čist sebe, ampak mora biti po nekih standardih. Ja, in v bistvu je bil tudi tako narejen. Ne vem, cel ta feeling, ki tudi takrat so bili z Žanom svega takrat delala, ampak tudi Žanom sva bila že mečkam takrat na enem break-upu, na enega producer, artist karijere. In je se tudi mogoče to malo čutil, da ni bil čist pravim, tako v pravem okolju nekako narejen. Pa v bistvu hotela sem biti nekaj, kar nisem jaz, no. In hotela sem zapomniti vse, ja, poklukati vse neke okvirčke in ne vem, kak kvazi nastop in obleka mi ni bila cool, zadnji dan sem dobila obleko in mi je bila grozna in sem iskala pol iz danes na jutr novo, v glavnem kaos. Za vse sem bila sama, vsi, ki bi mogli mi stati takrat ob strani, so me pač pustili na cedilu. In sem sam vesela, da sem pač vse sfurala tako, kot sem, plus, da sem bila ozvočena katastrofalno, oziroma ta posnetek na YouTube mi je tako najbolj grozen posnetek od mene ever, ker so mi dali nek čuden filter čez vokal in zgled pač je res slišala se, da pač ne znam pet, ampak je bil res, sem bila toliko slabo ozvočena, pa vem, da to folk si pa reče tako, ja, nisi dobro zapela, pismo ne stari, naredi mi dober mikrofon. Mislim, tako, artisti to vejo, kako je. Če si slabo ozvočen, je slabško, ker da bi pač bil brez mikrofona. In sem sam vesela, da sem sfurala tako, kot sem ful zadovoljna s tem, kako sem speljala vse, glede na pač cel paket, ki je bil za mano. Ampak naslednjič bi šla po popolnoma drugačnem principu. Ja, bolj zvesta sama sebi, no. Si mogla pol to kaj predelovati? Ti je postilo to pol mogoče kak madež na tebi, glede na to, da nisi bila mogoče prikazana tako si? Ja, definitivno sem bila pač malo žalostna, malo jezna nase, mogoče tudi zato, ker sem pač poslušala vse druge kakor sebe, ampak nisem pa zdaj, da bi mi bila zdaj to neka ful ogromna travma. Sem pa pač sproti nekako predelovala to. Pa čakaj, na emo se sam prijaviš ali moraš biti povabljen? Ja, zdaj tak ni več eme, kakor vem, ampak takrat, ko je bila, si se prijavil, ja. Ok, če kako pa zdaj zbirajo? Zdaj je bilo, ja, 2 leti je bilo za interno. Da pač so bile neke prijave sicer, ampak potem žirija zbere, pač kdo gre naprej. Ja, ni bilo pa eme dejansko. Pa če bi bila, bi se spet prijavila?
Ja, ampak ne zdaj, nisem še tam. Okay. Želim si, jaz vem, da bom enkrat na Evroviziji, to sem si zmanifestirala že od nekdaj in vem, da enkrat bom, to pač ni debate, pač I know that in devam to v vesolje in pač to vem, da se bo zgodil, če ne za Slovenijo, pa za katero drugo državo, ampak enkrat bom na Evroviziji. Čekaj, kaj je že bilo vprašanje? Če bi še šla. Če bi še šla, aha, okay, ja. Vem, da enkrat bom, ampak hočem iti takrat, ko bom jaz tudi 100% pri sebi, kaj je moj žanr, da sem res confident v svoj nastop, kot artist, da imam nekaj za pokazati svetu, da potem to si res vzamem kot neko skočno desko za mojo kariero. Ne pa, da zdaj jaz ne vem, kaj bi sama sabo in grem kar tako malo na Eurosong, ker je pač zabavno. Ne, šla bi z nekim statističnim planom, da lahko potem iz tega potegnem pač največ, kar lahko. Pa bi, če bi se recimo zdaj mogla odločiti za naprej, bi pela samo v slovenščini, pa v angleščini. Ja, če bi se mogla zdaj za naprej odločiti, pa če vem, da bi lahko res naredila neko mednarodno kariero, potem pač angleščina, ne, ampak za trenutne pač circumstances pa slovenščina. Slovenščina? Ja. Ok. Povej mi še, kaj je recimo zdaj tvoj plan za naprej? Tvoje želje za recimo naprej? Trenutno je moj največji fokus v temu, da postavim sebe nazaj na noge po letošnjem letu, da zrihtam svoje zdravje, svojo glavo in da pridem nazaj da nazaj dobim to neko svojo moč, ki jo malo pogrešam, da nekako nazaj začutim sebe in želim si ful mirno leto do konca leta. Ne odpadejo še tiste stvari, ki morajo odpaditi, še par težkih stvari in odločitev me čaka v življenju trenutno, ampak se mi zdi, da sem prvič v življenju toliko močna, da vem, kaj si zaslužim in vem, kaj si želim in da pač brez nekak slabih momentov pa tega, da si pač res pogumen, pa daš pač sebe na prvo mesto, ne moreš priti do lepega pa mirnega življenja. Tako da da dam sebe na prvo mesto, to je moj največji cilj trenutno. Wow, dejansko se mi zdi, da se ful malo ljudi zaveda, da si ti dejansko ful mlada, ne? Torej ti stara zdaj koliko 24. In itak že zato, ker imaš tako persono, ker nastopaš tako, kot nastopaš, ne? Tudi jaz te enkrat vidim na nekih večjih odrih. Hvala. Ker imaš to nekaj, kar pač večina ljudi, spet nočem se grdo izvedeti, ampak pač kar večina ljudi nima. Tako da ful ti hvala, ker si prišla. Vem, da smo se dolgo lovili, imamo kar nekaj ekskluziv informacij. Ne, res mi dosti pomeni to, zato ker vem, da že ko sem te spoznala, marsikdo, ki ima ali neki following, pač ljudje so vzvišeni. Ljudi to spremeni, si mislijo, da so pač več kot dejansko so, torej več kot nekdo drug, ne? In pač to mi je všeč pri tebi, ker si vedno down to earth, poveš iskreno, pač ne bluziš, veš, nisi tak, ja, to pa to poveš, sorry, to se dogaja, trenutno to se dogaja, ok, in se mi zdi, sam z neko iskrenostjo, ne, pol sledi neki iskrenosti tudi neko spoštovanje, oziroma obratno, ne, pokažeš tudi sočloveku, tako da hvala ti. Me pa zanima, če še imaš kako zaključno misel, ki bi jo rada delila, ali pa mogoče kar še nisi povedala danes? Ja, prvo hvala tudi tebi, no, tudi ti si krasna. In tudi jaz sem rekla, jaz nisem bila že 100 let na kakšnem podcastu, ampak sem rekla pač, da tebi sem začutila, da je nek varen prostor in da mogoče sem rekla, da sem podarila tudi danes ogromno enih stvari, ki nisem pač jih sploh še javno povedala, tako da evo si dobila malo malo ekskluzive. Hvala, cenim. Ja, rada bi sem povedala v bistvu nekako to že, kar sem prej, da je življenje ful prekratko, da bi se zapirali pred nekimi izkušnjami in pred temu, pod čem pač hrepeni naša duša in da si moramo včasih dovoliti, da zgubimo ali kakšne osebe ali kakšne stvari v svojem življenju, da lahko potem tudi ful pridobimo. Tako da sebe dati na prvo mesto. Ja. Ja, se strinjam. Hvala, Gaja, super si in hvala tebi. Želim ti ogromno uspehov pri izdaji albuma. Lahko zaupaš. Zdaj si rekel, da v kratkem. Ja, upam, da letos. Ampak se pravim, glede na to, kaj se je lani zgodilo, ne upam devati nobenih datumov, tako da upam, da letos. Ok, bomo pa pustili spodaj v opisu link do biserov. Hvala, super. Sem jih poslušala večkrat, res dober komad. Čustven, vem, da dosti ljudi se fajn zjoče, ne? Tako da ja, hvala, ker si biser. Hvala.